ker pač ti ne dobiš priročnika, kako se moraš ukvarjati z svojim otrokom. In potem je to skok v neznano, sama s sabo toliko enih težav, da je tvoja nujna naloga samo, da jo podpreš in da jo probaš razumeti. Sam to je tvoja naloga trenutno, ko si v tisti zgodnji fazi starševstva. In recimo poznam mnoge mame, ki sedijo z otroki, ki jih forsirajo, ki jih učijo. Ampak jaz se vprašam, a je ta 4, ta 5, ta 3, ki jo je otrok dobil, a je to res njegova ali je tvoja? Ok, živijo, pozdravljena Rebeka, hvala, da si rekla ja podcastu. Z veseljem. In prvo vprašanje je... Živijo, no, mislim, je lepo, da pozdravim. Ne? Seveda. Ja. In najprej vprašanje je, zakaj si rekla ja? Mislim, zakaj? Zato, ker si bil zelo vztrajen. Okay. Dobre, ne? Mislim, če že hočeš resnico. Resnica, ja. Ne, jaz sem rekla tudi zaradi tega, ker mi je všeč tvoj način razmišljanja in tvoj način dela, predvsem pa to, da se mlade proba čim bolj zmotivirati in usmeriti na neko pot in jim dati nek cilj v življenju, ker se mi zdi, da gre današnji svet tako ali tako maloro in se mi zdi zelo pomembno, da starejši skup stopimo pa probamo podati prave smernice. Zdaj, ali so to prave ali niso, bo pa čas seveda pokazal svoje. Ne? Zato. Ja. Hvala. Ja, z veseljem. In sem videl par tvojih zadnjih, ne vem, ali Instagram, Reelov ali TikTokov. Da TikTok, ja. Prosim, zdaj sem po tem novem stara baba aktivna tudi na TikToku, tako da. A ne, kako gre ta mal čez prehod za pešce na telefonu in se razburjaš. Tu si posnela, ker si v živo doživela ta... Ne, glej, predvsem sem rekla tako, če bom kdaj imela TikTok, pol bom imela na takšen način, da bom dejansko kaj povedala. Da ne bojo to eni videi, še en video v nizu, ki poneumlja ljudi. Ker se mi zdi, da smo poneumljeni že dovolj, zasvojeni smo že dovolj. In mislim, da je pomembno, da če daš neki ven, dobro, vredo se verjetno tudi kakšen video vmes, ker nima glih nekega posebnega smisla, ampak v osnovi pa je moj fokus na TikToku, da bi imela videe, kjer bi dejansko lahko kaj povedala in probala spet usmeriti v neko pravo smer. Tako da eden od teh videov je bil ta, ja, kako gremo čez prehod za pešce, morda malce hitreje, brez buljenja v telefon, zaradi tega, ker je fajn. Veš, kaj se mi zdi? Predvsem se mi zdi pomembno, no. Zdi se mi, da smo ljudje postali sploh po korona časih eni veliki egoisti. In se mi zdi, da je pomembno, da dobimo nazaj to empatičnost do sočloveka, ki je na drugi strani. In da se začneš zavedati, da nisi ti eden in edini na tem svetu, ampak da okrog tebe obstajajo tudi še drugi ljudje. Sploh se mi zdi pa, da današnja mladina, ki je pač vzgajana v tem stilu, da starši res absolutno, po mojem mnenju, preveč fokusa usmerimo v mlade in jim premalo dovolimo neke svobode in nekega svojega lastnega raziskovanja, ampak je kar vse, non-stop smo mi vpeti v vse aktivnosti njihove. In se mi zdi pomembno, no, da jim potem v takem primeru damo do znanja, da pač mal je vsako stvar se treba potruditi oziroma pač na mal drugače, mislim, da pač nisi sam, no? Da pač nekomu se pa mogoče mudi, pa dej stopimo čez ta prehod za pešce, pa ne smeti metati mimo koša, dej sklon se pa vrš ta video še pride, sklon se pa vrš tisto plastenko v smeti, ne? Pa dej nasmej se človeku, pa dej reč dober dan, no? Pa dej, malo, da imamo te neke interakcije, ki smo jo, mislim, da zelo izgubili, no. Ja, se strinjam, ko je tudi jaz na delavnicah, glih včeraj sem bil v Izoli, pa ta teden še na Ptuju, pa v Prevaljah, sem jim rekel isto, ne, živimo v ta spol zahodni del, ne vem, kako si mogoče tišali iz Šrilanke, poveš, kako tam vidiš, da ljudje operirajo, ampak tle smo egocentriki, tako vse, mislimo, da se vesolje vrti okrog nas. Zelo. In potem pa malo povem, da na svetu obstaja 8 milijard 227 milijonov ljudi, ne, in da če bi jaz umrl zdajle, mogoče na pogreb pride 100-200 ljudi, ne? Kar je tako od 8 milijard nič. In
tudi nobenega zares ne briga, ko umreš, če pogledamo. Briga tvoje bližnje, ampak banka hoče še zmeraj svoje, zavarovalnice svoje, elektrika svoje, plin, vse, nič se ne ustavi, ko mislimo, da se kaj ustavi, da smo mi pomembni tako zelo, ne. In je pol dan za primerjavo let, kot če greš mimo mravljišča, pa eno mravljico pohodiš. Nič ni, ne. Mislim, zdaj si dal načeloma dobro iztočnico meni za eno stvar, ki jo jaz razlagam non-stop in svojim otrokom in prijateljem, ki hočem pametovati, včasih kaj tudi ne. Enkrat sem en ful dober quote, ali sem ga prebrala, ali sem ga slišala, ne vem zdaj točno, ampak skratka, če danes umremo, oziroma danes po mojemu pogrebu recimo, bodo otroci seveda strašansko žalostni in prizadeti in ja, ampak bojo čez en teden še vedno šli v šolo. Mož bo šel verjetno že prej kot čez en teden v službo nazaj. Prijatelji se bojo 2 dni pogovarjali o tebi, 3 dni in potem bojo šli seveda tudi mogoče čez en teden na kako žurko, na katero so povabljeni. Sicer bojo se spomnili tebe pa tako, ampak vseeno, skratka, življenje gre naprej in vsi grejo z tokom življenja naprej. In potem je na koncu bilo vprašanje, se ti res zdi tako zelo pomembno živeti za druge in se ukvarjati z drugimi, namesto da se ukvarjaš sam s sabo in da živiš izključno zase. In to je v bistvu živa resnica, ne. Mi se preveč ukvarjamo z drugimi, preveč ukvarjamo z temi nekimi stvarmi, kaj bo sosed rekel, kaj si bo tam mislil, kaj si bo, to se mi zdi, da vse izhaja še iz teh naših časov, 80. leta, kjer je bilo to zelo, zelo pomembno. Ampak se mi zdi, da smo še vedno v tem istem fazonu, no? Tako da jaz mislim, da se moramo zelo veliko o teh stvareh pogovarjati, da je pomembno, da najdeš tisto neko svojo srečo v sebi in znotraj svoje družine in se ne ukvarjati z tem, kaj bo kdo drug rekel in kaj si kdo misli in tako. Vseeno je pa zelo pomembno, da si pa prijazen, da si empatičen in da pa vseeno poleg tega vidiš sočloveka, kadar pa mogoče človek potrebuje pomoč in tako naprej, ne. Je pa vseeno fajn, da je tvoj fokus usmerjen vase in v svojo lastno srečo, brez da bi s tem škodoval pač komu drugemu, ne. Ja, res je. Mislim, da je tako zanimivo, ker rečeš, ne, da je fokus vase, pa nase, a po drugi strani razmišljaš, da so še drugi ljudje na svetu. Ja, ne, veš kaj. In to si lepo V bistvu povedala. je, mislim, ampak mislim, da to ni kontradiktorno. Ker če si ti osredotočen na svojo lastno srečo in na svoje lastno življenje, to ne pomeni, da ti moraš biti egoist. Daleč od tega. Egoistov noben ne mara. Egoist konec koncev niti ne more biti najverjetneje zelo srečen, zaradi tega, ker nima družbe, nima prijateljev, nima, a veš, vseeno moraš po mojem mnenju poskrbeti za neko srečo tudi okolice, v kateri se giblješ, ne? Normalno. Ja, Sej, tako da, kar daš, to dobiš. Ne. ja, Ja. bi se strinjala s tem. Da veš, da sem ti dal kakšno, ali pa te opolnomočil, da še bolj konkretno zagrabiš, kar si zadala. Itak, po moje nisi rabila, ampak če ti je dodalo malo, super. Ok, ti si prišla sem, ki smo imela medva eno debato. Se mi zdi tako tudi konstruktivno. Si mi predstavila, kako ti vidiš in jaz sem ti pisal v bistvu, če bi bila pripravljena, kako podpreti naš projekt in pa sva se uskladila, da je ta podcast verjetno najboljša iztočnica, pa bomo videli, kaj bo iz tega ven šlo. V glavnem, mene danes zanima bolj aspekt, kakšna si ti kot mami, kot žena, kako ti doživljaš to starševstvo, ker ga vsak drugač in se mi zdi, da se o tem še zmeraj premalo pogovarja. A ne? Mogoče med ženskami je malo v porastu, mi moški se pa večinoma ne pogovarjamo. Kako je bilo zate, ko si postal oče, a ne, vse skupaj. Tako da mogoče, če nas malo popeleš nazaj v začetke tvojega starševstva. Mislim, jaz v štartu, ko sem postala mama, zdaj, ko gledam za nazaj, sem pri svoji prvi hčerki absolutno bila preveč obremenjena z kontrolo nad vsem. Preveč v strahu, da bi se kaj otroku zgodilo. V bistvu sem delala po moje kar neumnosti.
Ampak jaz mislim, da je to zelo logično in zelo normalno. Ker pač ti ne dobiš priročnika, kako se moraš ukvarjati z svojim otrokom. In potem je to skok v neznano in je zraven tega skoka v neznano prisotno verjetno tudi nek pretiran strah. Strah pa vsi vemo, da ima velike oči. In to je tisto, kar je v bistvu so bile neumnosti. Ne vem, se spomnim, to smo imeli točen red ob 8 zvečer spat, kar pomeni ob 7 tuširanje, rihtanje, ni na spanje. 8 pa 10 ni šanse, ob 8 spanje. Ali smo bili na morju, ali smo bili kjerkoli, razumeš? In v bistvu sem pogruntala, da sem zdaj, skozi leta, da sem praktično, super je bilo, da je bil red, ker jaz mislim, da otroci absolutno potrebujejo red, ampak jaz nisem odstopala od tega reda, kar pomeni, da sem sama sebe velikokrat zafrknila, ker enostavno potem tudi na morju nisem mogla na terasi sedeti, pa mi je otrok v vozičku spal, zato ker mi smo se ob 7 kopali in ob 8 smo bili v posteli, razumeš? Tako da take neke stvari nisem bila pripravljena se pri prvem otroku, mogoče prvo, drugo leto, ne, recimo prvi 2 leti, se nisem bila pripravljena sploh prilagoditi, kar jaz mislim, da osebno, da je bilo to narobe, ker potem, ko dobiš enkrat drugega otroka, vidiš, da z drugim ne moreš imeti takega ritma, kot si ga imel s prvim otrokom, že zaradi tega, ker imaš tukaj prvega otroka, ki tudi zahteva starša. In v bistvu vidiš, da pol vseeno stvari zlaufajo in da ni nikjer nobene take pretirane drame, kot si pač ti v štartu mislil, da bo. Ja, če ni 8, nič, ni nič narobe, ni nič narobe, zaspi ob 9 in je življenje dosti lažje. Tako da to so bili moji prvi začetki starševstva. Je pa res, da sem zelo, zelo rada poslušala in to pa še vedno. Rada poslušam in gledam eno Jo Frost, Angležinjo. Super Nanny je imela včasih, se pravi to 12 let nazaj, zdaj teh oddaj ni več, je imela po televiziji to oddajo, ker je pač tiste problematične otroke probala pomagati staršem, da bi jih malo preuzgojili. In jaz sem kar nekaj njenih prijemov v bistvu v svojem starševstvu upoštevala in so se, moram priznati, da kar obneselno. Jaz absolutno nisem starš, oziroma midva z možem nisva starša, ki bi imela permisivno vzgojo. Jaz se s permisivno vzgojo osebno ne strinjam. Jaz mislim, da starš mora biti starš in da morajo otroci imeti jasna pravila in jasne meje. Tako da pač enostavno bi rekla, skidam kapo vsem, oziroma klanjam se, da bomo slovensko govorili, vsem tistim, ki so za permisivni pristop. Jaz osebno ne verjamem, da ti v najstništvu in v puberteti lahko z permisivnim pristopom ne znoriš kot starš. Ja. Ne verjamem tega. Če pa sem v zmoti, pa super za tiste, ki so se pač odločili za permisivno vzgojo. Kako pa ti vidiš permisivno vzgojo? Ker sem tle imel dr. Milana Hosto, ki je ful lepo povedal, kaj permisivna vzgoja je in v bistvu v družbi je zlorabljena. Tako da me zanima, kako ti vidiš permisivno vzgojo. Mislim, jaz se nisem zelo veliko ukvarjala s permisivno vzgojo, zato je daleč od tega, da bi lahko podala neko pravo mnenje. Ampak moje mnenje o permisivni vzgoji je, da se je treba vedno vse in izključno na zelo lepo pogovarjati. Kar se absolutno strinjam, ampak tako kot si rekel, da je permisivna vzgoja zlorabljena. Ja, zaradi tega, ker kot vidim, kot opažam recimo določene mamice, ki imajo permisivno vzgojo, oziroma ki pač mislijo, da imajo permisivno vzgojo, verjetno. Ja, bolj to je, se strinjam s tabo. Ki mislijo, da imajo permisivno vzgojo, potem 60krat eno in isto stvar rečejo otroku. Saj verjetno ima tudi permisivna vzgoja neke meje in jasno določena pravila. Jaz se nisem nikoli poglabljala, tako da ne vem. V bistvu ne vem. Vem samo iz okolice, kaj ljudje mislijo, da je permisivna vzgoja. Zdaj, kaj pa je permisivna vzgoja, pa v bistvu iskreno niti sama ne vem. Kaj so tiste zakonitosti prave, strokovne permisivne vzgoje. To pa ne vem. Ampak za takšno vzgojo, kot jo vidim drugod, ki mislijo, da je permisivna, verjetno za tako vzgojo jaz nisem. Ja,
če te zanima, ne, kar je rekel Si bom doktor pogledala Kosta, tvoj podcast. je rekel, da v bistvu permisivna vzgoja je vzgoja z dovoljenjem. Se pravi, ampak z dovoljenjem do tam, kjer ti oceniš, da je otrok zmožen prevzeti odgovornost. Ne? Se pravi, pri 3 letih je do nekje in dotlej greš, naprej ne greš. Zakaj ne? Ker sem jaz. Kaj se pa potem zgodi, ko se rekel, to ne. dovoljenje prekorači? Sledi Ja, pa saj kaj? ti, a ne? Ja, ga Sledi? potegneš nazaj noter v mejo. Zdaj pa imaš Na različne kakšen pristope. način, s kakšnim pristopom? Z kaznijo ali s kakšnim Posledico, pristopom? ne. Ja, s posledico. Ja. Zdaj, pri manjših je tu malo težje, ker še niso kognitivno toliko, da bi vse razumeli in moraš držati to mejo. Mogoče kdaj tudi fizično v smislu, zdaj boš pospravil iz sleba, ne greš, dokler ne pospraviš. Tudi jaz se nisem, ampak mi je že sam ta vidik od začetka mi je drugačen, ker eni jemljejo permisivno vzgojo, tako da ti otroku vse pustiš. Ne obstaja, vse je ok. Ne, pol. No, to je verjetno zlorabljen na ta način, kot si rekel. Ja. No, jaz sem kot midva kot starša mava zagotovo zelo jasno postavljene meje. Ve se, da prekoračitev meje pomeni določeno posledico. Probam vedno strmeti k temu, da ne žugam z nekim negativizmom, ampak da probam, ne uspem vedno, zagotovo da ne, ampak da se vedno, kadar se zavestno odločim, da bom dala nek pogoj, da ga dam pozitivnega, v smislu, ne bom rekla, če ne boš pospravila, ne boš, ampak rečem, če boš pospravila, boš. Se pravi, to se zelo trudim, da probam v pozitivnem smislu povedati. Če boš pospravila do danes zvečer to, kar sva se dogovorile, boš jutri lahko šla na rojstni dan. In potem, če ona tega ne naredi in pride jutrišnji dan in želi iti na rojstni dan, dogovorila sva se, da če boš, boš. Ja, če pa ne boš, pa saj sama si zakuhala, nisem jaz kriva. Jaz sem ti jasno postavila meje in jasno povedala, kaj in kako. In mislim, da je to, da takšne neki mislim, da so to pravilni neki vzvodi za nadaljevanje potem, ko stvari eskalirajo v višave, kar pa zagotovo eskalirajo. Pri enih prej, pri drugih kasneje, ampak zagotovo je pač puberteta in najstništvo en tak proces, ki je kar oranje neke ledine, po moje, za starše. No. Ja, tudi prva hčerka, imaš 2, bo po svoje doživljala. Seveda, druga bo po svoje. Pa že misliš, da veš, pa pride drugi. Pa pride drug karakter, drugi, tudi konc koncev drugi problemi, drugo okolje, tudi, ker vsaka je v nekem svojem okolju. Tako da ja, so pestra leta pred nami. Ja. Tudi jaz se jih po eni strani veselim. Jaz imam pa 2 fanta. Fanta imaš 2. Ja. To mislim, da nav tukaj težav. Ne pa težav, vse ni težav, vse to zdaj ne smem reči, da so neke težave, ampak glej, so pa izzivi. Ta kombuča je tudi zapit, ne vem, če jo piješ. Hvala, bom zdaj kar prvoti ostala. Mirza nam tu je Be Live, za live, gre skupaj. Škaj, preden bi šla v to, kako zdaj doživljaš to, pa najstništvo, pa tudi me zanima tvoja izkušnja s šolskim sistemom in tako naprej. Sta s partnerjem, preden sta dobila prvo hčerko, že imela tako, ok, vrednote najine družine so to pa to, v tem vzgajamo, ali ste tu pol, ali sploh nikoli niste, pa sta se sam naravno poklopila. Nisva se nekaj pogovarjala. Vedela sva, da želiva otroke in to je to, nisva se pa. Mislim, dejstvo je, če midva ne bi imela skupaj nekih istih vrednot pa ciljev, se sploh za otroke ne bi odločila, ne bi imela skupen cilj vzgajati otroke. Je pa ena stvar, da pač izhajaš iz tega, kar je tebi pomembno. Ne? In potem, ko vidiš takoj v štartu, da že majhen dojenček začne izkoriščati, če ti ne postaviš, spet smo pri teh ciljih, se ti zelo na hitrco zgodi to, da rečeš, ok, zdaj pa morava začeti funkcionirati skupaj dejansko kot celota. Zdaj pa tlej ni več trte mrte, ker vidiš, da že 2-mesečni dojenček izkorišča. Če ga, ne vem, jaz spustim in ga on dvigne, ko sem ga jaz spustila,
ker bo seveda začel potem jokati vsakič, ko ga bom jaz spustila, zato da ga bo nekdo dvignil, recimo, ne? In sva zelo na hitrco ugotovila, da morava biti složna in enotna. In zato mi dva, recimo pri naju se moram priznati, da do danes v skoraj 13 letih še ni zgodilo, da nisva bila usklajena. Pri otrokih. Zelo veliko krat sva neusklajena, da smo si na jasnem, ampak to neskladje rešujeva vedno zadaj. Ne? Pri otrokih pa tisto, kar prvi reče, tisto drugi reče, lej, če je ati tako rekel, potem tako bo. Pustimo, da se jaz veliko krat ne strinjam in da potem, in potem zvečer debatirava, kako pač to ni bilo prav in da ne. Ampak probava nekako biti usklajeno, no. Lej, če pa je res tako, da se je en totalno narobe odločil, pa se pa v redu tudi pri otrocih pogovoriva, ampak ne tako, da bi nisva pa nikoli tako, da bi en rekel ja, drug pa ne. Ali pa kontra, no, to hočem reči. Da pride do rezanja drugega. Tako, ja, do rezanja, ja. To je pomembno, to daje otrokom stabilnost. Ja, jaz tudi mislim. Odkje si pa tu črpala, se pravi, ena je bila ta gospa, super neni? Ne, jaz izhajam iz take družine, kjer sta bila starša tudi načeloma zelo usklajena in da ni bilo to, jaz nisem nikoli obeh spraševala, jaz nisem nikoli vedela, da bom pri drugemu imela potuho. Če sem jaz rekla, grem lahko ven do polnoči in je oče rekel, ob 11 si doma, jaz nisem šla mamo vprašati, grem lahko do polnoči, se je mami rekla, da sem pa lahko do polnoči, ker ni res, ker sem vedela, da če je en rekel ob 11, bomo ob 11 doma. Ne bo ta drug popustil, ne. Tako da, verjetno iz tega, ne, da smo tudi mi bili dosti usklajeni, kar se tega tiče. Ja, ker je tu ful pomembno, ne, ker za starše, tako kot si rekla, ne dobimo priročnik. Ne dobimo, žal, ja. Pa tudi, če bi ga dobili, ne bi nič pomagal, če me vprašaš, ker smo vsi tako različni, unikatni. Ja, okej, mogoče. Moje mnenje je malo drugače. Se pravi, večinoma vzgajamo tako, kot smo bili mi vzgajani, ali pa kakšni točno kontra. Eni so pa zavedni, rečemo, starši, ki se nekaj izobražujejo. Ne? In jaz sem razmišljal, ali bi naredilo kakšno razliko, če bi dal starševstvo kot predmet v zadnji letnik srednje šole, samo tako, da malo vemo, kaj vse se dogaja. Dobro, to se strinjam. Da priješ totalno nepričakovano. Ne, to jaz mislim, da ni sploh, kar se nič tiče, narobe kako s tem. partnerko podpreti, ko je noseča, pa da se tam dogaja, pa kako ona, kaj bej lahko pričakujete. A ne? To se zelo strinjam. Različne tipi porodov, pa kako se pol loti celega starševstva. Neke osnove, a ne? Kukor osnova je ta, vedno sva skupaj. Dajmo pogledati vrednote družine, vzgajamo čez to, da nam zelo je se tu strinjam pomembno. s tem. Tako, te osnove, pol pa valjda ima vsak svoj mini s tem se pristop, svoj absolutno način zelo strinjam, zabave. da bi bilo fino, da bi malo nas že v šoli popeljali skozi to obdobje. Zaradi tega, ker zakaj se konec koncev tudi toliko ljudi loči? Kaj, otroke dobijo in potem se ločijo. Ja, 30 do 40% rejtingi v Sloveniji. Ogromno, ne? Ja. Zaradi tega, ker enostavno ne vejo, v kaj so se spustili. Če pa ti že v štartu malo veš, pa če verjetno tudi, veš, marsikdo misli sam, da je ženska tečna. Ne ve pa, kaj ženska vse doživlja skozi tisto obdobje od nosečnosti, preko poroda, preko hormonskega neravnovesja in tako naprej. In bi bilo fino, če bi bili tudi moški izobraženi, da ni ženska tečna, ampak da ima enostavno trenutno sama sabo toliko enih težav, da je tvoja nujna naloga samo, da jo podpreš in da jo probaš razumeti. Sam to je tvoja naloga trenutno, ko si v tisti zgodnji fazi starševstva. Ker se realno gledano je otrok v tistem trenutku, ko ženska rodi, odvisen od mame. Oče je pa tukaj zato sam, da mamo podpre. Ne rabiš ti, otrok ni odvisen od očeta. Mislim, lahko mu kaj zamenjaš pleničke ali pa malo nosiš. Se to pomeni bolj kot ne podpora mami. Ja. Tako da ja, se strinjam s tabo. Cool. Ok, in zdaj punce imaš že v šoli. Mogoče tako, če si šla čez te stopnje. Kako si doživela vrtec, vzgojo v vrtcu? Si doživela kot podporo tvoji družini, da so te podprli? Ali da so se dogajale kakšne stvari, ker si doma, rečemo temu, da so vrgli programe, a ne, so ti vrgli opico v tvoj program starševstva? Veš kaj, jaz bom tako povedala. Jaz imam zelo dobre izkušnje z javnim vrtcem.
Moji dve sta hodili obe v javni vrtec, sicer Šajana je bila 2 leti doma, sem jo jaz imela, normalno, medtem ko Sija je pa bila 1 leto v bistvu privat vrtcu, ampak to ravno zaradi tega, ker sem jaz, ko je bila 3 mesece stara, sem jaz sprejela en poslovni projekt in sem vedela, da me 4 do 5 mesecev, ne vem, nisem vedela, kako bom. In sem enostavno si mogla umisliti eno varuško, da bo uskočila vsakič, ko jaz ne bom mogla, ker si nisem želela obremenjevati stare starše tako zelo s tem, da jaz sem želela, da imajo stari starši z svojimi vnuki odnos, da se jih veselijo, ne pa da jim je obremenitev. In zato smo si umislili varuško, ki je se na koncu izkazalo, da je postala naš čisti družinski član in zdaj nimamo več varuške, ampak imamo samo eno fajn prijateljico, ker varuške pač ne potrebujemo več, ampak imamo pa eno novo, res iskreno prijateljico. No? Ampak, kaj sem sploh govorila, zdaj sem zašla. Ne, v redu je, glede vzgoje, vrtec. Ja, ampak potem po 2 letih sta šli pa obe v javni vrtec in jaz imam zelo dobre izkušnje z javnim vrtcem. No? Pač obe sta imeli res čudovite vzgojiteljice, ki so bile zelo empatične, zelo prijazne, zelo so se trudile obe. Otroci so ustvarjali, otroci so hodili ven, tudi v dežju. Je pa res, da zelo velikokrat slišim, ampak jaz mislim, da je to vse več ali manj odvisno od človeka samega. Nekateri se podajo v posel, ki jim že v osnovi ni bil pisan na kožo. In ti, po mojem mnenju, ne moreš biti vzgojitelj, če se ne odločiš za to, da ne živiš za to. Jaz recimo vidim to našo varuško, ki to pač več ni, ne, to našo prijateljico, ona ima tudi, je tudi zdaj vzgojiteljica in tako, ampak jaz vidim, kako je ona predana. Njo otroci obožujejo, njo starši obožujejo. Ona je tako predana temu poslu, da ona zvečer gre delat, ne vem, kamin zato, ker bo prišel Božiček in bo Božiček iz kamina skočil ven in ona zlaga sama tiste škatle in barva tiste škatle, da naredi v vrtcu en kamin, pa s tisto vato naredi kako se reče, no, veš, okraske, pa sneg, pa ne vem, kaj vse živo. In dejansko to vidiš, da je to res ena srčna predanost, ker želi videti iskrice v otroških očeh. Ne? Ene so pa pač vzgojiteljice samo zato, da dobijo plačo in da grejo. Njim se dež pada, ne da jed ven. Je zunaj prevroče, se jim ne da jed ven. A veš, to je res odvisno od človeka. In potem taki, ki imajo tako izkušnjo, verjetno za tako vzgojiteljico, imajo marsikaj za povedati čez javni vrtec. Jaz imam pa super izkušnje. Jaz pa nimam kaj povedati čez javni vrtec. Vse je bilo fajn. Super vrtec, super vzgojiteljice, super program. Tako da bi bila ful nesramna, če bi zdaj karkoli govorila čez javni vrtec. Ja, se ni. Jaz, kot sem rekel v tem podcastu, moj cilj je samo, da predstavimo različne izkušnje, ker so sigurno dobre in slabe izkušnje ljudi. Ljudje smo dobri in slabi. In eno stvar želim tudi pokazati, ne, ker ljudje velikokrat rečemo, ja, sistem je. Ne, sistem smo ljudje. Točno in je treba pokazati točno to, kar si rekla. Ne. Sistem smo ljudje. So super vzgojiteljice in so tam vzgojiteljice, ki pridejo v tovarno. Pač poplačo. To je to. A ne, štempljati se pride, nekaj mora delati in pa se odštemplja in gre domov. In min grede naredi, kar naredi. Eni večjo, drugi manjšo. Tudi v bistvu vidiš že samo vidiš, recimo primer predstave ob koncu vrtca. Kako se ene vzgojiteljice potrudijo in kako res otroke naučijo in vadijo z njimi in to, da otroci res naredijo eno čudovito predstavo, recimo, ne? Da vsi starši jokamo, da smo čisto navdušeni nad tem, kako predstavo smo naredili. Eni pa pač tam, da nekaj naredijo, ne. Točno vidiš, koliko je bilo truda vloženega od vzgojiteljice na eni strani in koliko je bilo truda vloženega na drugi strani. Dejansko ena je naredila zato, da je naredila, ena je naredila pa wow, ne. Recimo. In enostavno se mi zdi to res zelo pomembno, kakšen človek si, no. Da ni toliko sam sistem tisti, ki bi
tukaj omejeval. Je pa dejstvo, da tisti, ki si niso na ti z tovrstnim sistemom, pol znajo kritizirati sistem. Ne? Ja, ampak jaz vedno rečem, kad ti kritiziraš sistem, kritiziraš milni mehurček, ti nimaš nobenega za prijet, noben ne bo odgovarjal, nič se ne zgodi. Ne? Pač sistem nam ni všeč, ok, in zdaj? Pač bolj, da bi povedal, če se te je strah, pa da jim rešiti tvoj strah, ne pa da se zdaj pogovarjamo, ali je sistem v redu ali ni, ker so ljudje in se mi zdi tu super poudarek vedno znova, da je treba tu poudarjati. Ja, ljudje so, je pa verjetno treba urediti nekje preden postanejo vzgojitelji, kdo lahko, kdo ne. Ja, se to pa pri vsaki stvari, se veš, pa pomankanje kadra, pa tako. Ja, tako. To je po mojem never ending story. Ne? Kar se tiče pa same šole. Kakšen je bil prehod za punce iz vrtca v osnovno šolo? Za obe čist brez problema. Za obe neproblematičen. Je pa res, da Sija je decembrska in jo nisva dala za 5 leti, ampak sva počakala še 1 leto v vrtcu, ker se mi ni zdelo primerno, da gre v bistvu 1 celo leto so bili za tistimi njenimi sošolci oziroma vrtčevskimi razlike. In jaz osebno, kljub temu, da je vzgojiteljica rekla, da se ji zdi, da je zelo primerna za v 1. razred, sem se jaz odločila, oziroma midva, da ne. In mislim, da je bila to ena izmed boljših odločitev. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je v tistem potem 1 letu ona naredila takšen preskok in toliko naredila na svoji samozavesti, da je šla res totalno samozavestna v 1. razred. Če bi jo dala pa takrat, pa mislim, da bi sama sebi in njej nakopala velike težave. Tako da jaz osebno vseeno mislim, kljub temu, da vzgojitelji malo forsirajo, med drugim verjetno tudi včasih, da se razred zapolni in da ni preprazen. Jaz mislim, da vseeno v nekem določenem trenutku moramo starši poslušati izključno sami sebe. Ker 1 leto razlike tako pri starših kot pri samem otroku v njegovi prihodnosti ne naredi neke velike spremembe, pri njegovem značaju in pa pri njegovem počutju pa lahko naredi ogromno spremembo. Tako da jaz mislim, da moramo včasih pa tudi malo reči, lej, vse je še čas. Tako da jaz sem vesela, da sva se tako odločila. No. Ja, se mi zdi ful pomembno, ker se pa lahko zgodi kaj, ti daš otroka noter, pa ima pa težave v šoli, pa mu grozi ponavljanje razreda. Na tu smo pa vsi totalno občutljivi, tu pa ne sme, tu je pa zdaj katastrofa. Ali pa ne samo ponavljanje razreda, tudi če razred zdela, ampak težko izdelujejo določeni otroki. Imam tudi v družbi enega takega, ki je rekel, da je naredil napako in da bi dal otroka 1 leto kasneje. Pa ga ni dal, ne? In mu je zdaj žal. Zaradi tega, ker se trudi otrok, ker skuša, ampak ne more in tudi pri samozavesti ja, avtomatsko samozavesti ni. Če ni rezultatov, ni samozavesti. Ja. Tako da, če bi pa šel ta otrok 1 leto kasneje, bi pa verjetno vse bilo veliko, veliko lažje. Tako da. Se mi zdi, da je res pomembna iztočnica, da starši zaupamo vse, bolj kot vsem mnenju okrog. Pa se mi zdi, da še mame še bolj, ker veste, res povezane. DNK otroka je zasidran v vas noter. Mi, moški, se moramo drugače znati povezati, pa nikoli ne bomo zares tako povezani z svojim otrokom, kakor mame. Verjetno res je. Dobro, ne vedno, ne vse, ampak v večini primerov, recimo, ne. Ja, sej vedno so odstopanja. Jaz recimo, moja prva hči je septembrska, ampak ona je od nekdaj kazala znake odraslosti. Ona je bila od nekdaj tako, da je hotela malo prehitevati življenjski tok. Lepo, ko ima to. Ampak medtem ko mlajša pa ne, ona pa gre zelo, zelo s tokom. So tako, ja. Pri nas je skorda podobno, ta je tako, ja, šola, gremo, akcija, bum, bum. Že zdaj bi šel, tam, ki grem im šole, ki mi živimo zraven gimnazije, pa osnovne šole center v Novem mestu, in pa vedno, ki greš v mesto, greš mimo, in ona dva sta doma, ker je pač Urša doma, in ki grejo na sprehod, pa tako on gleda s takimi očmi, une torbe, šolarje, Tem, ki Max bi šel v vrtec, kaj pa če gre mami v vrtec, kaj smo mislili, da je na mami navezal, kaj pa če gre mami v vrtec, bi šel z njo,
Ne. Če fajn doma. Njemu je ok, da on ne rab veliko, medtem ko ta je pa tak bolj odprt, pa rab. Tako je zanimivo in se mi zdi, da je pomembno tle, da starši prepoznamo. Tako je. Se strinjam s tem. Ok, pa tvoja izkušnja z šolo, zdaj hčerka bo počasi, mislim, gre proti koncu, a ne? Mislim, meni je šolski sistem, mislim, da šolski sistem bi absolutno potreboval malo updata. Ne. Določene stvari, ki se jih učijo, so res že pase. Kot recimo kaj? Imaš kakšen primer? Ne vem, recimo ravno nedolgo nazaj. Jaz sicer nisem nikoli zelo vpeta v samo šolanje, moram priznati, ker imam zaenkrat to srečo, da res vse vozi sama. Jaz nisem bila nikoli tista mama, ki je pregledovala zvezke, pa ne, enostavno, to je njena naloga in če ona to nalogo dobro vozi, ona ve, da me lahko vedno vpraša za pomoč, ampak to je njena naloga. Jaz sem svojo osnovno šolo končala in naredila. Ampak recimo zadnjič sem se ravno kar pogovarjala z eno, ki je razlagala, da ne v osnovni šoli, ampak da so v srednji šoli, da so se učili o tem, da kako je problem poslovanja, mislim, da ekonomsko ali kam hodi, ne vem točno, no bi se zdaj zlagala, če bi točno vedela povedati. Ampak v glavnem, kako v poslovanju je še vedno največja težava jezik. Mislim, sporazumevanje, ne? Danes res ni več problem sporazumevanja, ne? To je bilo leta 1980, je bil problem sporazumevanje. Danes z vsem angleškim znanjem angleščine, z vsemi Google Translate, ChatGPT, res ni problem sporazumevanje med narodi, ne? In recimo, verjetno je to vrstnih nebuloz še toliko več, ne? Ja, res je. Tako da to je prva stvar, ki se mi zdi, da je nujno potrebno malo updata. Druga stvar, ki se mi zdi, je, mislim, da bi mogli otroke že v osnovni šoli začeti tudi malo nekega finančnega opismovanja, da bi otroci vedeli, kaj pomeni denar in da bi jih že od prvega razreda morda učili, kaj pomenijo finance in zaslužek in tako naprej. Ker se mi zdi, da saj vemo, da denar je sveta vladar in se mi zdi, da tisti starši, ki so uspešni, ki imajo določeno finančno razgledanost, bojo otrokom znali podati morda neko znanje o financah. Medtem ko tisti starši, ki pač niso imeli te možnosti, tudi otrokom ne bojo znali podati pravih informacij povezanih z financami. Ali bodi si vlaganji, šparanjem, nasploh, kaj treba se narediti, da sploh lahko karkoli dobiš in kupiš tisti sendvič, ki si si ga zaželel in tako naprej. In se mi zdi, da to neko finančna razgledanost, oziroma bi bilo fajn, če bi se učilo v osnovnih šolah že. Predvsem je pa stvar, ki me moti, je pa to, da nimajo učitelji več nobene avtoritete. Ali je to, ne vem, premalo poznam to, da bi lahko ocenjevala, ampak ali je to zgolj zaradi tega, ker smo starši ratali tako nori, da pač pravijo učitelji, da grozijo z odvetniki in ne vem kaj, in da se učitelji dejansko ne upajo več. Ali je to problem? Ali je problem šolski sistem, da dejansko ti res ne dopušča več, da kot učitelj vdariš po mizi? Ne vem. Pravim, da se premalo spoznam na to, ampak vem pa samo, da tega več ni. Jaz vem, da je moj učitelj, ne bom zdaj z imenom in priimkom, naj počiva v miru, ampak v glavnem vem, da je eno mojo sošolko in pa mene prijel skupaj in nama je z glava, čelno nama je stisnil en in drugi. Jaz tega v življenju ne bom pozabila. Ampak jaz tega doma niti povedala nisem takrat, zdaj vejo, ampak takrat tega nisem povedala, ker sem se dobro zavedala, da sem ga jaz zasrala in da sem bila jaz kriva. In mi je bilo kristalno jasno,
da sem pač si zaslužila kazen. Pustimo, da Zdaj, če je ni bila bila primerna, kazen primerna. Ja. Ni bila, absolutno, da ni bila. Ampak vseeno je bila neka avtoriteta. Jaz nikoli več takrat nisem naredila nobene bedarije na to temo, razumeš? In danes se mi pa zdi, da se noben več nič ne upa. To otroci se zoperstavljajo učiteljem nazaj, tudi Staršem se zoperstavljajo. tudi, ja, seveda. Vso to neko konec koncev tudi tikanje v 1. razredu. Jaz imam sicer alergijo na to, ampak tudi moj otrok tika učiteljico v 1. razredu. Zaradi tega, ker so učitelji rekli, da jih lahko tika. Okay. Ne moreš reči otroku, da te tikaš. Zakaj tikaš? Ti nisi ti si gospa učiteljica. Ne, Prav, mi da smo, so na nek način zdaj, ker si povedala, neke avtoritete jim je bilo vzeto, neki so jo pa sami dali. po mojem, ja. In hočejo biti prijatelji otrokom. Ja. Jaz se Kar ne pa strinjam pol z zatikanjem. No, ne res. moreš, ne, mislim, prijatelje imajo, ne, pa so Ja. stari, v tvojemu primeru mlajše hčerke so stari 7-8 Ja. let. Moraš ti zdaj Ja. 23 plus let star človek, a ne, ko postane učitelj, biti prijatelj 7-letnikov. Sicer je res, da v nekem določenem obdobju otroci še niso dozoreli, pa ne vejo še, kaj je vi pa ti, ampak če jih skozi to vzgajaš in jih učiš in jih popravljaš, jim to privzgojiš verjetno že v 1. Ja, razredu. pa na Zakaj nek pa način ne? jim tudi postaviš distanco. Distanco, Lej, jaz imam tle seveda. neko vlogo v tvojem življenju, ker prijatelj je ke zmeram prideš do njega, Ja. zmeram je tam na voljo, rečemo. A ne? Ja. Ker jaz nisem, jaz sem tle, da te nekaj naučim oziroma vodim. To je to. Ja. A ne? Mislim, ker doskrat slišimo tudi te zgodbe, ker starši popoldan kličejo učitelje. Tako. Eni učitelji oziroma starši mislijo, da je učitelj delovnik cel dan. 24/7. Ja. In dobivajo maile o Ne, to je fino zdaj, da nenormalnih obstaja ta urah, pa- e-asistent in ja. tako, da se ti lahko na e-asistenta pošlješ mail, kadarkoli želiš, ampak pač učitelj pa tudi odgovori takrat, ko si ga on ko želi. Ne. Točno to. Vse dobro, včasih so kakšne urgentne stvari, pa to recimo, pa pač pošlješ mail, pa prosiš, če se lahko slišiš, pa učitelj sam oceni, ali te Sam je pokliče njegova, popoldne, ali bo ampak ali je ne bo, njegova ne. reakcija Ja. to, ali te bo poklical ali ne. In se mi zdi pomembno, da bi se tle opolnomočilo učitelje tudi v tem znanju, ki se mi zdi tudi eden poleg finančnega, je ta upravljanje s časom. a Ne? Mi Pa ne, ne veš kaj, meni jaz ja. mislim, oprosti, ker sem te zdaj Ja, prekinila, ni ampak jaz panike. mislim, da glavna težava je ta, da učitelj ni več v fazi, kjer bi lahko postavil mejo in konec koncev tudi, da bi potem kaznoval otroka oziroma da bi ta otrok nosil neke posledice. Vse je to neko pogovarjanje, pregovarjanje, nič se ne zgodi, ko je otrok nespoštljiv, ko je otrok, veš, nespoštljiv otrok bo šel k psihologu. Ne bo mu učitelj postavil jasne meje, tako kot jo je postavil pri nas v 80-ih. Ne? Mhm. Še prej so bili pa otroci tepeni v šoli, ne? Za šibo. Mhm. In vsi so spoštovali učitelje. Jaz Učitelji v so prvem bili strah. razredu smo dobivali krompirje, pa ključe, pa krede v glavo. A, Pa no, smo veš. se naučili reda. Sam je bila tu gospa 2 leti pred penzijo, se pravi še tudi iz Ja. unga. Ja. Ne, saj jaz Ja. nisem za to, da se zdaj to kaznuje. Da se tepe mora. in to. Ne, sam absolutno, da ne. se jih, Ampak, da veš, ima da- neki, da nek se- vzvod. a ne. Ampak dejstvo je, da tudi če bi bila jaz učiteljica, ne pomeni, da bi bilo kaj drugače, ker ne vem, kakšen je sistem. Ker najverjetneje sam sistem niti ne dovoljuje več oziroma ne dopušča več. In potem veš, pol pa enkrat priješ to fazo, ko pa vidiš, da imaš tak non-stop borbe z mlini na veter Ja. in pol rečeš, boš, da se vdam, da vse Ja, saj imaš skupaj dvojko, preživim, točno tako, ja. Otrok bo šel, jaz pa z novo generacijo naprej. Verjetno je temu tako. Tako da, po mojem, bi se tle mogel sistem malo spremeniti. Ampak, glej, ne vem, se ti pravim, premalo poznam, da bi lahko karkoli sodila in bi bila nesramna zdaj, če bi se nekaj pametovala, ker ne vem. Ja, lahko pa poveš tvoje izkušnje oziroma tvoje videnje, pa rečemo, da naleti na plodna ušesa, ko bo dosti ljudi v isto smer govorilo, da se bo nekaj spremenilo. Se bojim, da bo ja. samo še slabše. Ker prihajajo generacije Gen Z, da Ja. ne vem, kaj se bo zgodilo. Mogoče se pa šolamo preko Zooma. Ja, mogoče bo pa Elon čipe nam dal, pa se Ja. bomo sam direkt, Ja. učitelj bo Sam samo doma, nalagali. samo upload. Pa se bojo otroci, si bil v šoli, sem bil, kaj si se naučil, to. Aha,
Sam je 3 minute minil. Ok, ampak zdaj, ki si rekla, to se mi zdi ful pomembno, ampak jaz sem slišal tudi zgodbe, ki starši pravijo, ne vem, v 3. razredu mora otrok delati PowerPoint in ga pač ne zna, ne? Ne vem, nimam teh izkušenj. Ok. Nimam teh izkušenj, nimam izkušenj. Moja starejša je zdaj končala 7. razred in jaz enostavno nimam izkušenj s tem, zaenkrat še, lahko da bom imela z mlajšo, ne vem, ker pravim, da je konc 2. razreda in ne vem, kaj me čaka, ko bojo ocene. Ampak jaz v 7 letih nisem niti enkrat sedela, razen v času korone, za svojim otrokom in se z njim učila in preverjala in delala domače naloge. Si naredila domačo nalogo, nisi naredila domače naloge, nikoli in nikdar. Jasno sem jih posedla 1. razred osnovne šole in sem povedala, to je tvoja naloga. To je tvoja edina naloga. Izdelovati dobro, uspešno šolo. Ko ne boš vedela, ko ne boš zmogla, pridi, bomo najdli rešitev. Lansko leto se je zgodilo, da neke stvari pri matematiki ni razumela, ampak to pomeni, ni razumela za 5. Ampak je sama prišla do mene in je rekla, glej, ne razumem, jaz ti ne znam pomagati. Smo klicali mojega brata, ki je pameten v matematiki, za mene je 1+1 še vedno 1, veš, on pa razume stvari. In je pač razložil in smo šli naprej. Ampak je sama prišla do tega in je sama se zavedala, da neke stvari ne razume. Tako da se mi zdi ful pomembno. Se mi zdi pomembno, da otrok se zaveda, da more šolo izdelati po svojih najboljših močeh, zaradi tega, ker je to od tega odvisna tudi njegova prihodnost. In da je to njegovo delo in ne mamino. In recimo poznam mnoge mame, ki sedijo z otroki, ki jih forsirajo, ki jih učijo. Ampak jaz se vprašam, a je ta 4, ta 5, ta 3, ki jo je otrok dobil, a je to res njegova ali je tvoja? Ker ta otrok bo nekega dne, bo mama mogla spustiti. In ta otrok bo enkrat postavljen v kruto realnost samega sebe. In kaj se bo potem zgodilo? Zakaj mora otrok imeti 5, če otrok ne zna za 5? Pa ne ima 4, pa ne ima 3. Zakaj moram jaz forsirati zdaj svojega otroka, da ti pa zmoreš za 5? Zakaj si zdaj to 4 dobila, če pa zmoreš za 5? Ni res, ne zmore sama za 5. Sama zmore za 4, recimo. Ja, tako je. Jaz z njo zmorem za 5, verjetno. A veš, in se mi zdi, da potem s tem forsiranjem otroka postavimo nekam, tudi potem, ne vem, verjetno srednja šola, verjetno potem v nek kalup, kamor ne spada. Ta kalup je moj, ne njen. Mogoče bi bila primerna za 3-letno šolo, ne za medicinski faks. Ne vem, veš kaj ti govorim. Ja, in enostavno se mi zdi pomembno, da pustimo, da otrok sam odloči, katere ocene bo imel in do kje on je sam sposoben priti in narediti. Seveda, če pa rabi pomoč, pa sem prva v vrsti, ki pomagala. Če nam pa poiskala rešitev, če nam znala pomagati. Naj sam reče, da jaz zmorem za več in si želim več. Ja, in mogoče tako, ki si mi rekla, vse razumeš, ne? Gledam z enimi učki, fasciniran sem v bistvu, ker, a veš, na nek način si znana osebnost, se pravi, javnost ve, kdo si in imaš dosti nastopov vsega, a ne? Ampak hkrati si zelo, zelo prizemljena in vidiš svojega otroka in veš, kaj je dobro za svojega otroka in je tako. Meni osebno, iz tega, kar imam jaz izkušnje, ki jih nimam malo, so se mi zdaj zasozile oči, ker sem res ganjen, da je to možno. Ja. Hvala. Ja, ker je res, a veš, jaz mentoriral sem ena na ena več kot 100 otrok, ne? To škatlo, ne samo to, prej bila pač kartonasta od čevljev, zdaj imamo tako, zadnjih par let, je preživela čez 20,000 vprašanj otrok, ne? In pač vidiš, kaj se dogaja, s kakšnimi stiskami otroci hodijo po svetu. In veliko je vprašanj, kako boljšati samozavest, kako se boljš učiti, kako dobiti boljše ocene, kako imeti boljši odnos s starši. Pa če samo te 4 pogledamo, in na nek način, če tu sprašujejo, rečemo srednješolci, 11-12 let že hodi v šolo, pa sprašuje, kako se boljš učiti, kako imeti boljše ocene,
kako imeti boljši odnos starši in vse je povezano. In kako dvigati samozavest. Valjda, če se mami s tabo uči, ti dobiš 5, je mami bolj vesela kot ti. Ti veš, da ti je mami pomagala, podzavestno veš, da ni tvoja 5 in nad temu ne moreš graditi samozavesti. S fake rezultati, to je tako, Da si plonko, ja. Ali pa da te damo na igrišče, igra z Luka Dončićem košarko proti 2 materijam, ti pa z enim profesionalcem in zdaj si z njemu valjda zmagal une. In zdaj misliš, da si ti najboljši košarkar na igrišču, ko gre Luka Dončić dol. Ne? Ja. In polej dobiš drugega soigralca, proti soočiš, istim zgubiš in pol ti je tako... Vse ti pade dol. Ja, in pol ni več basket ni zanimiv, basket je brez veze. Zdaj imam nekaj drugega. Kaj imaš zdaj? Fuzbal. Čez en teden ima ne fuzbal je brez veze. Zakaj zdaj ima neč? Ne. Ja, to je res. Ja. To je res, ja. Veš kaj, se mi zdi, da to ambiciozno starševstvo je v zelo velikem usponu in tle se mi zdi, da je to ena napaka, ki jo delamo. No. Da enostavno moramo pustiti otroku, da najde svoj lastni jaz, najde svojo lastno srečo. Jaz sem vedno, ampak to je meni enkrat en psihoterapeut rekel, ker sem hodila na psihoterapije, mi je rekel ful dober stavek, ki ga vedno svojim otrokom govorim. Enega že zelo dobro razume, enega pa še ne razume, ampak ga bo razumela čez čas. Ti si glavna vloga v svojem življenju, jaz sem samo stranski prišepetovalec, ki ti bo vedno na razpolago, kadar se ti bo zataknil tekst, ampak ti moraš sama zvoziti to svojo lastno predstavo, ne jaz. Jaz sem svoja vloga v svojem življenju, ti si glavna vloga v svojem življenju. Pač jaz zdaj to povem prispodobo, ker pač igram na odru in tako in imam to predstavo in tak in da jim je jasno, kaj želim povedati. Ne, jaz bom vedno tukaj, kadar boš rabila, ampak sama boš mogla zvoziti. Ti boš mogla sama svojo lastno srečo najdeti v življenju. Moja sreča si ti, moja sreča vem, kaj je, ampak kaj pa tvoja sreča, pa ne vem. In ne moreš ti živeti moje življenje, kaj jaz mislim, da je prav. In še ena stvar, ki sem se naučila skozi leta, ne uspe mi vedno, res mi ne uspe. Velikrat sama sebe pogoltnem grenko, ker vem, da nisem prav naredila, ne. Ampak vedno probam, ko pride do mene in ko mi začne z svojimi težavami in problemi, za katere jaz mislim, da niso problemi, ampak pač za njo so to največji problemi in prav je tako, ker pač so tudi za mene v tistem obdobju bili to največji problemi. Ampak velikokrat rečem, hočeš sam, da te poslušam, ali hočeš tudi moje mnenje. Ker se mi zdi pomembno in mi včasih tudi reče, sam poslušaj me. In jaz bi povedala svoje mnenje, seveda, da bi povedala, ker vem, da imam jaz trenutno bolj prav, kot ona. Ampak se mi zdi prav, da ga ne povem, zato ker ga ni prosila zanj. Ona ni rekla, da hoče moje mnenje, ona hoče samo, da jaz poslušam in ne bo mi govorila svojega mnenja, zato ker je to izključno moje mnenje, njeno mnenje je pa drugače. Sicer pustimo, da pol velikokrat po ovinkih zapeljem čez kakšne pol ure, povem to, kar sem hotela povedati. Kar sem hotela povedati. In hočeš otroka najboljše. Ne. Ja. Ampak skozi neke druge situacije pa pol malo nasluhne, pa ji da mogoče zamisliti. Ne. Ampak vseeno se mi zdi prav, da razmišljajo svojo lastno glavo. No, morajo priti do nekih zaključkov sami. Vse to je tisti tipičen primer in to je ta Joe Frost vedno govorila, ko sem jo gledala. Ne. Pazi, padel boš, pazi, padel boš. Pazi, padel boš. Otrok nima pojma, kaj to pomeni, pazi, padel boš. Kako bo otrok, ki nikoli ni padel, vedel, kaj pomeni pazi, padel boš? Ne? Če bo pa otrok padel, bo pa vedel, kaj pomeni pazi, padel boš. Ne? To je živa resnica. Smo isti mi, 45 let sem stara in isto, če dokler me neki ne vdar po glavi, ne bom vedela, da je to lahko tako hudo. Najboljša učiteljica. Ne? Seveda. Ja. In je isto pri otrokih, no. Več. Jaz slišim, da res vzgajata v duhu spoštovanja, točno tu, ker si pa prej rekla, pa največje spoštovanje. Ne? Ali želiš, da ti prisluhnem, ali želiš moje mnenje. In pa otrok reče prisluhnem in v tistem momentu se zadržiš. Kar se mi zdi največji pokazatelj, da spoštuješ otroka kot živo bitje,
ki ni tvoja lastnina, ampak je, tako kot si prej omenila, super, čez tisto prispodobo, on je glavna vloga v svojemu življenju, jaz sem v svojemu. Da je naloga starša, da ga vodi, da z vzorom kaže in ga pač usmerja do neke meje. Ja, seveda, velikokrat pridejo situacije, v katere se enostavno moraš vključiti. Zaradi tega, ker po drugi strani je pa tudi ena stvar. Ja, sej to je pa to, da zadržiš tiste grobe meje, tle vmes mu pustiš, da plava, tako kot je reka, pač sej gre, s polnim tokom, Sam se omeji nekje. Je pa res, da moraš kot starš, po mojem mnenju, oceniti, kdaj je otrok dovolj zrel, da situacijo rešuje sam in kdaj moraš ti kot starš pač vstopiti v reševanje določene situacije. No, jaz osebno mislim, da 7-letni ali pa 5-letni otrok, ki ga nekdo drug otrok maltretira in tepe in potem kdaj starši rečejo, se bota že sama dva zmenila, to se ne morata sama dva zmeniti. Jaz mislim, da je to prelaganje odgovornosti na otroka prehitro. In da 5-letni otrok se ne zna sam postaviti in se ne more sam zmeniti, da ni prav, da ga tepe in spotika in ne vem kaj. Tako da jaz do tega nasilja pa to imam kar ničelno toleranco, to moram priznati. In če je nasilje ali pa izključitev ali pa kakšne take ekstremne situacije, se vključim. Absolutno se vključim. Nisem si imela kakšen primer? Imela sem v bistvu primer. Ampak ne bom zdaj o tem primeru govorila, ker je še preveč svež. In ne bom govorila o njemu izključno zaradi tega, ker želim določene otroke zaščititi. Drugač pa, se mi pa zdi, hočem povedati to, da se mi zdi pomembno, da takrat, ko je situacija eskalira v neko ekstremno situacijo, da takrat moraš vstopiti. Ja. Ko pa niso ekstremne situacije, moraš pa enostavno pustiti, da otroci rešijo sami. Pač se mi zdi, da kot starš moraš oceniti to mejo. Kdaj je prav, pa kdaj ni prav. No? Tako. Ja, Ni pa vedno to, da se bojo že sami zmenili. Ni pa tudi vedno, da vedno rešuješ. Seveda, absolutno, da ne. Ne smeš. Ja, ker je zanimivo, se dogajajo ene stvari, ki se pogovarjam z drugimi poslovneži, pa pravijo, da jim na razgovore pridejo starši na mesto otrok, pa starši z otroki. In, mislim, otroki. Na razgovore za službo? Ja. Ali pa napiše opravičilo za svojega pikca pri 30 letih, ki ni prišel v službo. No, recimo, ne vem, jaz, moja, takrat je bila stara, mislim, da na 8 let, starejša hči, ali pa 9, vem, da si je želela iti k frizerju se postrišti. Pa sem rekla, prav, ti dam telefon, tle imaš telefonsko, ni imela svojega telefona, ne? Tle imaš telefonsko, pokliči Andrejo in se naroči. Ja, kako, ne morem jaz to sama. Lahko, če si lahko meni povedala, da želiš iti k frizerju, lahko poveš tudi frizerki, da želiš iti k frizerju. Jaz te ne bom naročevala. Ti pa dam, ti pa pomagam in ti povem, kaj rečeš, kako narediš in to. In je poklicala sama in se je sama zmenila in se je za uro sama zmenila in celo zapisala si je uro. Jaz sem bila zraven, seveda sem se poslušala, kaj se ona pogovarja. Ampak naslednjič mi ni več rekla, če jo lahko naročim jaz k frizerju. Ona je sem rekla, jaz bi rada šla k frizerju, kdaj me lahko pelješ in kdaj se lahko naročim. Brezvezen, banalen primer. Ampak je povod za to, da veš, da ne si tukaj samostojen, da boš to naredil sam. Ker če znaš meni reči, znaš reči tudi njej. Ja. Ali pa ne vem, mami, jaz bi še en sok v gostilni. Ja, super. Ja. Daj še, ko greš tam, še meni naročen radensko. Veš, mislim, oprostite, a lahko še en sok za njega. Zakaj? Ne boš ga s temi dejanji ga ne boš naučil, da si naroči sam sok in bo vedno sam mami. In tudi, ko bo prišlo do ekstremnih situacij, bo mami, ker ne bo znal otrok nobene situacije rešiti sam. In to se mi zdi kar pomembno, da z malimi stvarmi že začneš. Je res. Jaz v bistvu, kaj pride do mene, čeprav je 4 leta star, ne. Smo bili zdaj na temu pikniku od Jureta, od Underdoga, ki smo bili povabljeni gostje in pa je tako, oče, jaz bi še neki, ne.
pač Jure je to imel, a ne. Sem rekel, ja, pej do Jureta, ne. Ne, pej ti, ško štelili me. In jaz rekel, ja, lej, znaš govoriti, ja, pa pej do Jureta. Človek je, vprašaj ga, če ti bo dal, če ti ne bo, pa ne bo, ne. To je to, ne. Jaz ne grem. In sem se obrnil in sem se naprej pogovarjal, ne, ker smo bili sredi enega pogovora z enimi ostalimi. In pa je šel. Kaj je videl, oče ne bo šel. Ali pa ni šel, ampak tudi če ne bi šel, bi vedel pač, da potem pa pač ne boš dobil tega, kar hočeš, kar želiš. Ja, to je res. Mala ta dejanja, jaz mislim, da potem na koncu pripeljejo lahko do velikih sprememb v te neke samozavesti, pa ne tudi samozavesti temu, nekemu, da si sposoben sam operirati svoje življenje. No. To. Dobro, ampak dejstvo je eno, da moraš vedeti, jaz recimo vzgajam, oziroma midva, no, sam zdaj, ker sem jaz tukaj govorim jaz, se midva vzgajava, da bo jasno. Mi je jasno, ker si se že večkrat popravila in mislim, da... Jaz sem v osnovi tip ženske, ki je zelo samostojen. V vseh pogledih. Jaz nimam problema se vsedeti na avion, pa se sama v Afriko peljati, pa v Afriki preživeti, pa prijeti nazaj. Ne? Imam tudi prijateljice, oziroma kolegice, ki se ne bi sama v avto vsedla, pa se do Kranjske gore peljala. Brez moža. Ti ne moreš od takšne ženske pričakovati, da bo svojega otroka vzgajala na isti način, kot ga vzgajam jaz. Ker smo si midve že v osnovi tako zelo različne, da ona ne razume tega, da mora sam otrok poklicati frizerja. Ampak jaz pa želim, da bi svoje otroke pripeljala do tega, da ne bosta odvisni od nikogar. Še najmanj pa od mene. Na drugi strani moža, ki pa mož lahko reče, tu bo sam naredil. Ne rabiš ti namesto njega. Bo on. Je pa zelo veliko krat, da moški niso vključeni. Zelo, zelo veliko krat se zgodi. Pri nas je pač situacija takšna, da je moj mož zelo vključen v celoten proces, ravno zaradi mojega posla, ki ga imam. Ne. Sploh zadnje leto pa pol, recimo, sem jaz bila zelo, zelo veliko odsotna zvečer. In enostavno je določene stvari mogel prevzeti on. Mi smo bili sicer non-stop na vezi, pa na videookolih, pa vse, ampak dejstvo je, da fizično prisotna pri določenih situacijah nisem bila, ker pač nisem mogla biti. Ne? Pač določene mame, ki pridejo ob 3 popoldne iz službe, one so prisotne, skusim, potem moški verjetno določeni dvignejo roke in rečejo, mislim, se ona tlene. Grem jaz na tenis. Ja, ne, ko pa pridemo do unega fenomena, ki se pa v družbi, ki se ga po moje premalo ljudi zaveda, ne, da mamina ljubezen je brezpogojna, očeva pa je pogojna, zato očeva vzgaja, ne, mami bo vedno tam, ni važno, kaj je, ne, lahko njen pikec postreli 100 ljudi, pa ko bo v zaporu, bo mami še vedno rekla moj sinček, ne, medtem ka oče bo rekel, pač sine, ni te več, ne, pač si naredil glupost, totalno kršil vse družinske, moralne in vse, ne. Dokler ne pokažeš, da si spet vreden član družine. Čeprav to so po mojem mnenju zelo mislim, to, kar si rekel, pustimo zdaj, da si dal ta primer, ampak zaveš, da je malo ekstremno. Ja, vseeno so to zelo, zelo težke situacije. Ker ta res brezpogojna ljubezen, jaz nisem čist 100%, če res obstaja. Zato sem jo odprl to temo, ki me zanima. Ne vem, ne znam ti povedati. Nisem imela te situacije. Najraje imam svoje otroke na celem svetu in vedno bom strmela k temu, da jima bom vedno pomagala in vedno na razpolago, ampak ne pa čist za vsako ceno. Zagotovo pa ne za vsako ceno in to oni dve tudi dobro vesta. Kar se mi zdi zelo dobro. Ko bo spoštljiv odnos tudi do mene nazaj vrnjen in ko bo jo, točno tako kot si rekel, vrednote, morale, pač vse to spoštovano, kar smo skozi vsa ta leta gradili, sem jaz vedno tukaj, ne glede na vse. Ampak, ko se bo pa stvari spremenile, pa ne pomeni, da bo moje življenje manj vredno od njihovega. Čist na istem nivoju smo. Isto je tvoj life vreden, kot moj life. Čist nič nisi ti več vreden od mene. Pa tudi zato, ker moj otrok nisi več vreden kot jaz. Mi dve sva na istem, sam da sem jaz starejša od tebe. Tako da niti manj nisi vreden kot jaz.
Midva sva isto vredna. Samo da imaš pač ti malo več pred sabo, pa jaz malo več izkušenj. In to je to. Ne? Ja. Tako da, ne. Saj to, ki se mi, in je super, da si to povedala, ker se mi zdi, da tu rečemo neke stvari, rečemo z lahkoto, ali pa se tako hitro vrže tako Ja, v družbo. ko se ne. pa poglobiš, Ca? pa vidiš, da Se temu ni res tako. poglobiš, Ne. pa vidiš, ok, sam če brezpogojno ponaredi mami točno to, ne, žrtvuje sebe za otroka v dobrobit, pa veliko, ne, pa se pa zgodijo še kakšni primeri, ko se vzgaja otroke. Ne, se tako, to mi je a zelo ne. všeč, da si dal ta ekstremen primer, ker to je res ekstremen primer. Sej Ja. za mnoge situacije, Večini ljudi se ne Veliko- bo zgodilo. ne. vem, ampak za mnoge situacije veliko krat tudi požreš. Mhm. Požreš svoj lasten ego, požreš veliko stvari, samo zato, da vseeno veš, otroke zasral, ajde pa gremo nekako stvari spalati. Ne? Mm. Verjetno, tako Ja. izhajam iz tega. Ampak v določenih ekstremnih situacijah pa absolutno ne moreš vsega požreti. To pa se strinjam. Prej greva na to, kako punce doživljajo tebe kot mami, ki si znana in tako naprej. Me zanima še to, kako ste shendali ta prihod mlajše v družino. A ne? Sicer je malo večja razlika, eni imajo malo manjše, pa je. To sem ti Mogoče. že povedala, zato me to zdaj sprašuješ. Ne. Ne, Vmes sem dobil res vprašanje, kako si pa ti, a ne glede na vse, kar Aha. si do zdaj povedala, Veš, kako sem? kako ste se s to situacijo. To bi celo ja. svetovala Mhm. mnogim staršem. Pa ne vem, a sem to kje prebrala ali je to na mojem zelniku zraslo, ne vem, nimam pojma. Ampak v glavnem, jaz, ki sem rodila, sem se odločila, da vsi, ki so prišli našo sijo pogledat, To je ta mlajša. ta mlajšo, da nihče ni si prinesel darila, ampak vsi so prinesli Šajani darilo in so ji čestitali, ker ima sestrico. Ker je postala velika sestrica. Ker sem izhajala iz tega, da dojenček tak ali tak nič ne ve, ta veliki otrok bo pa zaradi tega, ker bo dojenček dobival darila, postal ljubosumen na svojo sestro, še predno bosta sploh uspeli vzpostaviti kakršenkoli stik. In sem v bistvu vsakemu, ki je prišel sijo pogledat, ko sem rodila, rekla, ne želim, da mi za sijo karkoli noste, prineste, prosim, Šajani eno pač darilce, pol pa ne, kot veliki sestrci. In ne bom nikoli pozabila, kak je ena moja kolegica prinesla takega medveda. In ko je Šajana to videla, je v tistem trenutku vse do, ona je bila prva, ki je prišla na obisk, vse dol padl, ker je pač ona že kot 4-letnica pričakovala, da je to za sijo, ker je sija novi družinski član. In ko je ta kolegica rekla, Šajana, to je zate, jaz ti čestitam, ti si postala velika sestrca, glej, zdaj imam solzne oči, Ja. je ona bila najsrečnejši otrok na tem svetu. In jaz nikoli nisem imela, zdaj ali sem s tem, mogoče kdo rekel, da sem podkupila svojega otroka, ne vem. Ampak jaz nikoli v življenju nisem imela nobenih težav z ljubosumjem. Ko so mi mnogi rekli, kako niso uspeli niti otroka svojega pustiti, da bi šla mama na WC, ker so se bali, da bo tam v tamali kaj naredil, karkoli tako, skratka, ker so bili non-stop te neki ljubosumni izpadi. Jaz nikoli nisem imela teh težav z ljubosumjem. Ona je čuvala svojo sestrico, ona je bila nora na svojo sestrico, bog ne dej, da bi jo kdo napačno pogledal. Jaz sem tudi vedno, ko me je Šajana rabila, sem vedno sijo kot dojenčka oddala in šla k Šajani, ker se mi je zdelo pomembno, da ne bo ona imela občutka, da je izgubila mamo, zato ker je prišel še en družinski član, ker sem se zavedala, da ta mala se nič ne zaveda še, medtem ko una se pa že zaveda. In sem skozi pač tako nekako probovala handlat med njima in nikoli nisem dobila nobenih očitkov, da si dala kaj več ali pa da si z mene kaj manj ali pa ne, enostavno sem nekako probala skozi to, da se je ona počutila pomembno, ker je starejša in pametnejša in zrelejša in tako. In na ta način še danes pač shajata. No. Sija tudi v bistvu je zaljubljena v Šajano in to, kar Šajana naredi, to je sveto. Ja, ona je tako, boginja ja. za njo. Tako je, tako. Pač starejši brat, sestra Ja. je vedno bog za ta malega. Res super pristop, ker, veš zakaj,
ne bi rekel, da si podkupila, ker ljudje bojo darila prenesli tako pa tako. Vse to je. A je res. Točno In to. sam dano situacijo si uporabila v prid cele družine dejansko. Ja, v bistvu tako je. Kar se mi zdi zelo zavestno, zavedno, pametno, A veš, kaj ne logično je? vsak dan je, neobičajno. Ja, vem, da je to ne vsak dan, ampak veš kaj, lej, čisto tako, če izhajaš iz Človeško, sebe, ja. tudi recimo, če bi tvoja žena vsak dan nekaj dobivala, tebe pa noben ne bi šmirglo 5%. Žena pa dobiva velike stvari, ti dobiš pa liziko. Pa to je v nas samih, Ja, da v ja, enem ja. momentu bi nas to začelo motiti. Pa smo odrasle, odgovorne, stabilne osebe. Jaz, če sem iskrena sama do sebe, da moj mož zdaj kar en mesec non-stop nekaj dobiva, mene pa noben ne šmirgla 5%, ja, jaz bi zagotovo mal, pa že, mislim, oprosti. To pa tako ne gre več. Ne? Kaj se dogaja? In to isto delamo starši s svojim starejšim otrokom, pa se tega ne zavedamo. Ne? Tako da se mi je to zdelo ful pomembno, da se ona počuti pomembno, ker je ona starejša sestra. Wow. Zdaj, itak, veš, ko se jaz pogovarjam tako z gosti, tudi s tabo, pa avtomatsko gledamo svoj life. Ne? Kje lahko kaj apliciram, kje mi kaj. Pa mi je, pri nas pa ne vem, kako sva tu speljala, edino vedela sva se, da je pomembno, da kljub temu, da ta malo pride, da ta več ne zgubi večino pozornosti, da jo ima, da je nekako ritem, če se le da, ostane isti. Zdaj jaz osebno sam na ta darila ne dam veliko, meni je največje darilo čas in se ne toliko obremenjujem, ampak skus pa taju lansiram to, ne bodi spoštljiv, ljubeč, to je tvoj mlajši bratec, ti skrb za njega, pač, ne. Lej, enkrat očje mami, to je samo že rekel, enkrat očje mami ne bo več, tu je oseba, s katero moraš imeti nujno najboljši odnos na svetu, a ne. Ker če ga z bratom nimaš, oziroma sestro, kaj je tvoja kri, a ne? Kaj se gremo, a ne? Kaj se gremo? Jaz imam tudi zelo lep odnos z svojim bratom in Sandi z svojim bratom, tako da imamo tudi v bistvu že v osnovi dobro izhodišče za to, da izhajamo in učimo otroke, da morajo imeti lepe odnose. Ne? Imamo te prave, pristne nekak družinske vezino. Rojstne dneve, pa obletnice, pa to, pa skupaj praznujemo, pa kličemo se, pa povemo si probleme, ne? Pa podpiramo en drugega, no. To se mi zdi pomembno, ja. Saj seveda, da smo si na jasnem, samo tako, da ne bojo zdaj gledalci, ki bojo to gledali, pričakovali, da živimo popolno življenje. Zelo, zelo daleč od tega, da smo si na jasnem. Tudi naši dve se skregata, tudi naši dve slišiš iz sobe, pa dej ne, pa puzme primer, pa ne. Ampak seveda, takrat pač urgiraš, ne? Ja. Tako da... Ko gre predaleč. Ja, seveda, ne. Normalno nimamo perfect life-a. To ne obstaja. Ne, ampak tle se mi zdi pomembno, da izpostaviš stvari, ki delujejo, ki jih lahko gledalci probajo, vzamejo. Predvsem je tle, bi rekel, naloga vsakega, ki gleda, da se ne primerja s tabo ali pa z mano, ampak da jaz vedno, ko se pogovarjam z ljudmi, ko odgovarjam tudi na vprašanja otrok, jim rečem, lej, jaz nisem pa obok, ne vem vsega, tu so moje izkušnje, tu sem jaz probal, tu zame deluje. Če ti kaj ni všeč, čez eno uho noter, čez drugo ven, itak smo mojstri tega. Ne? In ostalo vzami, probaj, če deluje zate, da bes, in če ne bo delovalo zate, glih tako. Si eno idejo bližje svoje rešitve. Jaz mislim, da je ful pomembno tudi, da starši znamo priznati svojo zmoto. Jaz sem nedolgo nazaj imela telefonski pogovor za hčerko in sem neki, ne, to ni prav, to ne moš tako, bla, 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 sem bila neki pametna. Ona je meni hotela nekaj druga dopovedati. Nisem odstopala od tega, ne, tako je. In pol, ko sem v bistvu prekinila in se mi seveda ta situacija ni dala mira, ne, in sem začela procesirati v svoji glavi, ne, se v bistvu pogruntala, da mogoče pa sem tole zdaj malo preveč iz nekega lastnega egotripa govorila in sem jo poklicala nazaj in sem rekla, glej, v bistvu se ti moram opravičiti, tokrat nisem imela prav. To, kar sem zdaj premislila, vzamem nazaj, v bistvu je prav to, kar si ti rekla. Tudi jaz bi zdaj, ko sem premislila, naredila tako, kot si naredila ti. Sploh pa, če ti tako čutiš, je sploh prav, da narediš tako, kot ti čutiš. Ampak v bistvu sem se ji upravičila, zato ker sem vedela, da imam narobe. Glej, ker sem sprocesirala stvari in se mi zdi prav, no, da starši ni vedno tako, zato ker sem jaz tako rekla. Ne more biti vedno zato, ker sem jaz tako rekla.
je, a veš, ti je bilo tudi tako z lahkoto narediti? Sem z lahkoto naredila. Ja. Ali Ni je mi bilo bil malo... problem. Ne, Ker največ tudi ni bilo prvič. ni bilo prvič, zagotovo, da ne. Ja. Pa ne, ni mi bil problem zaradi tega, ker imam od nekdaj za celotno svojo družino, tudi za starši, tudi za bratom, zelo, zelo iskren odnos. Nimam uno, da se mi bo ego palil v smislu, da me nekaj boli, da recimo, ne vem, moja mama kaj reče, kar me je zabolelo in bom to premlevala. Ne bom, jaz bom pol to poklicala in bom to razčistila v trenutku, takoj zdaj ne bom dovolila, da bo to neki se dolg cajta pa cal, pa da bo pa to neka zamera, pa to ne. Tako sva verjetno tudi z bratom bila vzgajana skozi otroštvo in tako pač jaz funkcioniram. Tako da kar takoj razpucam. Boljš prva zamera kot zadnja. Ja, res. Se kar držim tega načela. Une razžerajo počasi, ne. Rana je zagnojena, pa gangrena, pa si out, ne. Ok. Prej sem rekel, da te bom vprašal, kako otroci dojemajo to, da je mami tako znana. Vejo, mislim, zdaj vejo, ker so že toliko stare, ko so bili. Veš kaj, čisto normalno furamo skozi naš life, oni dve sta se pač navadili tega. Bilo je eno obdobje, ko je bila starejša hči, mogoče stara 7 let, 8, je glih začela to neki mal, bi hotela malo nastopaštvo pa to. In vsakič, ko smo bili kje, pa je kdo prišel, a se lahko slikamo, pa sem jaz rekla, z mano lahko, ne, z otroki ne. In je bilo kdaj tudi, pa zakaj ne z mano, pa zakaj ne smem s tabo na oder, pa zakaj ne smem to, celo enkrat sem pela za eno punčko drugo, ona je pa od zadaj gledala in je se zdelo za mal, zakaj je una lahko šla na oder z mano, ona pa, ko je moja hči, ne. In smo se zelo veliko pogovarjali na to temo, ker jaz recimo svojih otrok ne kažem v medijih, na socialu in to, predvsem zaradi tega, ker se mi je zdelo pošteno in pravilno, da jima dam možnost da se sami odločita v življenju, ali želita biti javno izpostavljeni ali pač ne. Ker se mi ne zdi prav, da zaradi tega, ker sem se jaz odločila za to pot, avtomatsko še njiju potisnem v to pot. Že tako se čuti velika razlika, ker sta moji hčerki. Ker ko bo moja hči naredila problem, bo to problem. Ko bo en drug otrok naredil isti problem, bo to pač, vse je samo otrok. To bo pa hči Rebeke Dremelj. In je to že v osnovi ful velika razlika. In zato, da jih jaz probam čim bolj zavarovati pred vsemi temi neumnimi situacijami, v katerih sem se neverjetno velikokrat sama znašla, sem se odločila, da jih javno ne bom izpostavljala. In enostavno sem rekla, glej, dokler nista stari vsaj 15 let, da vem, da imata zelo že jasno in stabilno neko ravnovesje same pri sebi in da že vesta, kaj želita v življenju in kaj ne, do takrat jima ne dovolim javne izpostavitve. Ko bosta pa toliko stari, da bom videla, da je to njuna želja, pa če boste rekli, lej mami, zdaj si pa ful želim, da bi bila enkrat s tabo v časopisu, bom pa dovolila, da jih kdo slika in lej, ker je pa pač to pa že potem njena želja in mi ne bo mogla nikoli očitati, jaz nisem hotela, pa si me ti dala, jaz nočem, da mene Jožica iz Gornje Kungote pozna. Ne? Tako da to zelo upoštevam. No. Sta skupaj konsenz dosegla, ali si bila že pri sebi takoj, ki si vedela? Takoj sem vedela to. Kaj misliš, skupaj z možem? Ali? Ja. Ne, mislim, tudi on se je strinjal. Takoj se je strinjal to. Jaz mislim, zanimivo, dobro je, da si mi izpostavila to temo, ki je nekaj, kar se mi zdi, da se veliko ljudi izogiba ali pa noče tako javno povedati. Pa zdaj tebe čisto vprašal, ki si v tem svetu, pa vseeno, ki gledaš po Instagramu in vidiš take in drugačne influencerje, znane ljudi, ki pa objavljajo svoje otroke od nič vse naprej. Mislim, lahko da nimaš mnenja o tem, ampak če ga imaš, pa si ga pripravljena povedati. Ostro obsojam to. Jaz osebno, ampak to je zgolj moje osebno mnenje, jaz sem zelo proti temu. Izključno zaradi tega, kar sem ti zdaj rekla.
Jaz mnoge otroke, mnogih influencerjev poznam, v življenju ga v resnici nisem videla. Ustvarila sem si mnenje o določeni osebi, žal o otroku, in nimam nobene pravice imeti mnenja o njemu, ker ga osebno ne poznam. Ustvarila sem si mnenje preko njegove mame. Se pravi, jaz temu otroku niti možnosti nisem dala, da bi mi pokazal, kdo je, kaj je, zakaj je, ampak jaz že imam mnenje o njemu. Pa niti ne vemo, ali otrok želi, da imam jaz mnenje o njemu, pa ti, pa vsi mi. Ali bo mogoče v odrasli dobi totalno jezen za to, da se bojo ven vlekli posnetki in slike iz... Ker nikoli ne veš, kam te tvoja življenjska pot zanese. Kaj, če bo predsednik? Kaj, če bo predsednik Združenih držav? Kaj, če bo... A veš, ne veš, kam te bo tvoja pot zanesla. In da na koncu, jaz pa vem, kaj pomenijo mediji. Če pa kdo ve, kaj pomenijo mediji, pa povem jaz. Vse sem že doživela. Od medijskega linča do vrhunskega uspeha. Vse sem že doživela. In enostavno ne privoščim tega nekomu, ki si tega ne želi. In se mi ne zdi prav. Ne zdi se mi prav, da zato, to je zdaj, smo točno tle, kar sva prej govorila. Otrok ni tvoja last. Ja. To ni tvoja last. In tisti, ki reče, otrok je moja last, je, oprosti, bedak. Jaz, ker si ti to rekla, bom še malo bolj provokativen, pa bom rekel, naj se ljudje užalijo ali pa užgajo na to, ampak za mene osebno, moje mnenje osebno pa je, da je tu prostitucija otrok. Ti daš otroka nekam, kamor on noče biti. Ne veš, ne? Hoče ali noče, ne? Se ne veš, ne? Ampak a priori si mu vzel izbiro. To je, no se to. Za mene osebno pa ljubezen bazira na svobodi in svoboda pa je, da ti imaš izbiro. In zdaj ti jo je oseba, ki naj bi te imela najbolj rada na svetu, oči in mami, to izbiro vzela za zmerom. In pol dam jaz še en tak primer, rečemo, da oči mami objavljata svoje pikce. In zdaj zgubi zobe. In ti zdaj objaviš otroka, se smeje, brez zob, škrba, mogoče ima tako, luška, ne. In pol rečemo, da je to punčka. Zdaj bo ona stara 17 let, spozna fanta, on pač odpre social media, ne, da on že HR tu dela v firmah, ti pogledajo. In odpre in vidi njo, kakšna je bila, ko je bila stara 5 let, vsa škrbasta, in ji reče, vse je super, fino, fajn, sem jaz kogarga otroka nočem imeti. So pa že primeri, ko fantje, punce ne dobivajo služb, ker so jih starši objavljali. Ja, bi verjela. So primeri, ko so jih, veš kako so jih, sfejkali so jim glas, ker objavljaš ti otroka, kako govori, poberejo dol in pol, ki je otrok, ne vem, star 13-14, udrejo v te telefone noter in kličejo domov, oči, mami, ugrabil so me na kašta 20,000 evrov, če ne morem danes domov prijeti. Valjda starši panika, tvoj glas je tvojega otroka. Kaže 20,000 evrov, tam malo čez 5 minut pride na vrata, kje si pa bil, kaj je bilo, si vse v redu, on tako, ja, iz šole hodil. So se že dogajali primeri, nisem, eno je svobodna, drugo so pa še vse možne posledice. Dejstvo je, da otrok mora imeti neko izbiro v življenju, in jaz mislim, da tle, predvsem to je pomembno, da ti ne, zaradi že tako nimata izbire, kdo bojo starši. Pa kaj starši počnejo? To ni njihova izbira, to je moja izbira. In da bom zaradi svoje izbire še dodatno vplivala na to, ne vem, ne zdi se mi prav. Ja, in res da se tega zavedaš, ker pol beremo te primere, ko je velik pritisk na otroke uspešnih staršev, da morajo oni doseči nekaj podobnega, če niso vredni, niso dorasli, zdaj pa, ker ta mal Schumacher ni isti, ker ta več je pa bednik, ali pa karkoli. In vzameš pol, tako kot si rekla, si ustvariš mnenje o človeku, ki ga ne poznaš in noče biti izpostavljen. Ja. Ne, pa tudi tako je, veš, vsi te pogledi, vse te govorice. Zakaj? Mi izhajamo iz majhne vasi, je že čist dovolj, je že preveč.
Jaz osebno imam že tle težavo. Ja, res. Imam Verjamem. že tle težavo, da vsi vejo, kdo je moj otrok. Ker ni pošteno. Ni fair. Ker moji otroci so isto otroci kot tvoji otroci. Moji otroci isto so najstniki, isto delajo in neumnosti, in lepe stvari, in isto vse kot vsi ostali otroci. A veš, in ni pošteno, da gledaš mojega z drugačnimi očmi, kot gledaš tega, ker je ta moj. To ni pošteno do otroka. Definitivno. In že se mora tako v štartu soočati z tovrstnimi izzivi. Kamoli potem, da ga izpostavljam še vse posod. Ja. Ne, tako da Pa ne bi bila pevka. Ne? Ja, ne, jaz to ne, jaz to res ne želim izpostavljati. Boste se sami odločili, ko boste pa rekli želim. Bom pa naredila marsikaj za to, da boste zadovoljni. Ja, sam recimo pol gledaš še ta mal drug, ki jaz gledam iz svojega primera recimo. Jaz pa Urša veva, da če bi medva objavljala sinova, bi imela sigurno več sledilcev na družbenih omrežjih, ker prodajajo se mački, psi pa otroci. Tu si lajkajo, tu si klikajo, tu je vsem cute, tu je. In si skusil tem precepu, a veš, sploh tle, za life, ker rastemo, pa si želiš mogoče malo hitreje uspeti, pa malo večji doseg imeti, pa tako naprej, da bi svoji družini tudi posledično lahko več omogočil, ker danes živimo v ekonomiji pozornosti, več pozornosti, ki imaš, če imaš nekaj kvalitetnega, več prodaš in je zanimiva ta, a veš, skus ta draž, pa dej, pa se ne bo nič tazga, pa dej. In jo pri sebi večkrat slišam in sem tako, ne. Pač, jaz bom naredil, kar bom jaz naredil in moj Tomaž bo naredil, kar bo on naredil. In bom imel malo več, kot sem mogoče jaz imel, ja, ker bo tle še, kar ima ta oči pa mami, bo enkrat gledamo tako od mene pa od brata pa tako naprej, pa bojo imeli boljši štart, kot sta ona dva imela, kot sem jaz imel. Ampak glavno je, ona dva naj sebe urgirata, operirata in tako naprej. Ja, se mi zdi to zelo pomembno poudarjati, ker se ljudje ne zavedajo, koliko močne, tragične posledice se bojo lahko dogajale. In se verjetno pa bojo. Se bojo, pa zagotovo se bojo. Pa glej, kam gre ta svet. Ja. Pa glej, kaj dela umetna inteligenca. Pa objaviš nagega otroka, pa mu odzadaj na rit prilepiš srček. Kako da se to ne da Pa zbrisati? kje je problem srček zbrisati? Pa ljudje se ne zavedajo, kaj to pomeni. Ja. Kje pa je problem srček zbrisati, pa špuro narediti zraven? Ja. Mislim, drugače gre to že zdaj. Pa že zdaj bi po moje umetna inteligenca, ti zna, mislim, brez veze. Lahko naredijo pornič s tvojim otrokom, ki si ga ti slikal. Seveda, že tako ga lahko naredijo, brez da si ga slikal. Mislim, ja, zdaj imajo pa še bolj resnično lahko izgleda. Res, v vsakem primeru so to so stvari, ki se sploh ne zavedamo, kam to vse skapele. In zato treba biti v teh primerih tu zelo previden, da pač ne vem. Še ena debata, ki so jo takrat imela, če si pripravljen nekaj govoriti, se mi zdela zanimiva, ki si rekla, da so tvoji hčerki rekli, da je nadarjena. Ja. In da bo zdaj nekaj več bilo na šoli, pa ni bilo nič. Ona se je ful veselila, pa nič ne bilo. Ja. Veš, kak je, izbrali so jo za nadarjeno učenko, dva so izbrali iz razreda. In potem se je zgodila situacija, da so ji rekli, da pač naj izbere, jaz sem mogla iti k psihologini in vse tako, in smo tam pri psihologini to debatirali, da so jo pač prepoznali in da naj si ona izbere zdaj eno temo, ki njo zelo veseli in da jo bojo v tej temi pač podprli. Zdaj, ali je to, ne vem, matematika, ali je to fizika, ali je to karkoli, ne. In ona je rekla, a si jaz lahko zberem astronomijo? Pa so rekli, ja, seveda, zanimivo, to te veseli. Ja, to me vesolje zelo veseli in vse te planeti in vse to. Bili smo tudi v bistvu v NASA centru v Orlandu in je verjetno še od tam izhaja še to večje navdušenje, kaj je zdaj gor nad nami in to. In okej, in pač se zmenijo, da bo to njen tist nadarjen puš. Nič se ni zgodilo, mine pol leta, nobene naloge ona ne dobi, nobena učiteljica in nič ne reče, nič. Jaz rečem učiteljici, poslušajte, zdaj že to pol leta minilo, ne. No, ona čisto vesela. Jaz sem v šoli, nič se ne dogaja, kako te stvari sploh funkcionirajo. In
se potem pač najde po tem mojem pušu, ne, se najde ena učiteljica, ki je rekla, no, daj pa naredi en referat na temo vesolja. Ona se je res potrudila in je res ful dolg časa delala ta referat in vse to naredi, slike obesi, vse, res super je naredila. In ona je to pred razredom predstavila in to je bilo to. Tako da tle se je zadeva zaključila. A veš, in pa mi je v enem momentu bilo, pa zakaj sploh rabiš to neko titulo nadarjenega otroka? Prvo si otroka izpostavil pred celim razredom in si dal ostalim otrokom veliko možnost ljubosumja. Se pravi napaka. In vedeti takoj manj vrednosti. Manj vrednosti, seveda. Če ti s tem otrokom nisi nič naredil, če ti prepoznaš neko nadarjenost ali pa nek interes v nekem otroku, je po mojem mnenju nujno potrebno, da ga potem v tem primeru tudi spremljaš in v tej smeri razvijaš. Drugače boljš da stih. Ne? Ja. In enostavno se ni nas zgodilo, evo, to je bilo to, ona je tisto naredila, pa isti drek konc koncev, ker če meni doma to predstavlja, pa bi mi dva ploskala, pa rekla, bravo, super si to naredila in gremo dalje. Skratka, nič se ni zgodilo v tej smeri. No. Tako da, nič. Ja. Kar je spet še, mislim, zanimivo je, ne? Jaz samo eno stvar mislim. Vzgojitelji so vzgojitelji in oni vzgajajo otroke za naprej, za življenje, se pravi, učitelji jih pa učijo. In oni njih morajo naučiti neke stvari. In vsak otrok pač seveda, da ni isti. In če ti v enem otroku prepoznaš neki boljš, pa v enem neko drugo situacijo, pa spet v enem neko tretjo situacijo, dej ti kot učitelj probi te otroke usmeriti, ker ti si tam, ki to vidiš. Mi starši tega ne vidimo, niti ne vemo. Jaz ne vem, ali je moja res zdaj pri matematiki tako pametna, da ima same petke, ali so ji bile petke šenkane. Mislim, hipotetično govorim, ampak veš, jaz ne vem, ali ona res tu konta matematiko, ali je preplonkala matematiko, ali je, a veš, se ne veš, ker nisi tam, ti si učitelj, ti veš. In če vidiš, da nekje je nek otrok nadarjen, dej ga, ti ga vzpodbuji, ker konec koncev si otroci tega želijo. Otrok si želi, da ga učitelj, sed za tebe, pa to tudi ni toliko nekih pretiranih stvari, kaj, da ti malo rečeš, dej mi zdaj, pa zdaj si mi to pripravila, super si naredila, dej mi pa zdaj pripravi, ne vem, referat o nasi, pa dejmo, pa kaj ti misliš, pa dej 10 vprašanj, da bo jih ona sama razvijala potem na osnovi teh vprašanj, ker bo drugače razvila svoje videnje in svoje misli, če ji bo to rekel učitelj, kot če jim rekla jaz. Ker če jim jaz rekla, dej, bo rekla, da se mi, ne bom. Ne bom, ker se mi ne da. Kaj si zoprna, ne? Če ji bo pa to učitelj rekel, dej. Pa konec koncev ni treba to predstavljati pred celim razredom, ker spet predstavitev pred celim razredom spet sproži reakcijo, ki ni okej. Ne? Tako da bolj za njeno osebno pa strokovno rast. Ja, pa pač učiteljci lahko, ne, vmes med odmorom recimo. Pa zdaj, ki imaš ChatGPT, niti ne rabiš razmišljati o 10 vprašanjih. Tako je. Jaz imam nadarjenega otroka, zanima ga astronomija, rad bi ga malo usmeril, povej mi 10 vprašanj, ki naj jih dam, da se bo z njimi ukvarjal, pa razmišljal, pa filozofiral. Glede na tvoj zaseden urnik, bi šel zdaj na starševstvo v smislu partnerstvo, kako vedva skrbita, da vajna veza vseeno pri tvojem zasedenem urniku, otroci so, a ne? Rabiš tudi nekaj malega časa zase, pa da je tle še vedno ostane kvaliteten čas za partnerja, ker to je en čas, ki največkrat zgine, ko pride do družine. Ne? Si vzamemo čas za družino, pa za sebe nekaj malega najdeš, medtem, ker za partnerja pa ponovadi, kako vedva to? Mislim, ne vem, midva sva še stara šola, veš, midva nisva kaj veliko premišljevala, kako bi midva to mogla, pa kaj bi bilo prav, midva sva se bolj prepustila toku, kak nas je tok nesel. So bili trenutki, ki zagotovo niso šli v pravo smer, pa smo to hitro prepoznali, pa smo pol stvari usmerili nazaj v pravo smer. Drugač pa, ne vem, prvo se o vseh stvareh pogovarjava, drugo
se naučil imeti zadnjo besedo, da, draga. to je zelo pomembno, dragi gospodje, v vesi. Tako da, ja. Je rekel Matič, videti, je rekel, pametna ženska ima vedno prav, ne, je pač ona, ne. Se pravi, ona vodi hišo. Modra ženska, da pa občutek možu, da on vodi hišo, ko je ona. Se strinjam. No, tako da to pa neč, pa v bistvu smo vsake toliko časa si vzameva res tako čas zase v tem stilu, da greva kam za 2 dni. Pa da sva en z enim, pa se takrat vse predebatirava, pa to. Pa zvečer se vsedava, pa se pogovarjava. Je pa res ena stvar, da jaz ne vem, ampak mi, ko smo 4 skupaj, mi ful uživamo. Mi se imamo ful fajn, res. Ko smo sami 4. Zato jaz osebno, saj jaz verjamem, da jaz sem en poseben človek, da mi je jasno, saj zato se pa tudi show biznisom ukvarjam, ker saj v show biznisu čist normalno ne moreš biti, to je dejstvo. V show biznisu smo vsi malo čez les, tako ali drugače. Ker to, da non-stop nekdo bulj v tebe, pa te non-stop nekdo ocenjuje, pa non-stop nekdo govori o tebi, pa non-stop ima nekdo mnenje o tebi, to čist normalno, ne moreš priti iz tega ven. To te načne tvojo osebnost in načne, ja, dejstvo. Hvala, da si tako iskreno povedala. Ja. No, zdaj sem pozvala, kaj sem povedala. Kaj sem zdaj govorila? Ja, govorili ste, da vi 4, govorili ste, da vi 4. Ja. Hvala ti, ki me poslušaš. Seveda. Jaz osebno izhajam iz tega, da meni ni pomembno, kaj imam, ampak mi je pomembno, kaj čutim. Jaz sem v svoji karieri, recimo, če pogledamo že same neke finance, jaz sem v svoji karieri zaslužila nekaj denarja. Meni nikoli ni bilo pomembno, da bom ta denar nalagala in kupovala nepremičnine, drage avtomobile, kupovala stvari, ki bojo se navzven izgledale in bom znotraj sebe prazna. Ampak to sem jaz. To ne pomeni, da tisti, ki to kupuje, da je on znotraj sebe prazen. On je lahko znotraj sebe super poln. Jaz pač nisem. Meni so spomini tisti, ki mi največ v življenju pomenijo. In jaz sem za spomine pripravljena odšteti velike količine denarja, ki bi ga mnogi drugi odšteli za nepremičnine ali pa za kaj druga. Jaz osebno mislim, da ko bom na smrtni postelji, ko bo ta čas prišel, ne bom obžalovala tega, da nisem kupila nepremičnine. Jaz, mislim, se imam nepremičnino, da smo si na jasnem, ali pa da nisem kupila boljšega avta, ali pa da nisem kupila ne vem kaj. Jaz bom še vedno verjetno obžalovala, da nisem šla še tam, da nisem še tega videla, pa še tega doživela. Se pravi, meni so pomembni samo naši spomini, ki si jih skupaj ustvarjamo. In zato je meni to, da mi lahko kot 4-članska družina potujemo, gremo skupaj, smo sami tam, raziskujemo svet. Meni se zdi to, da tudi tukaj širi naša obzorja, naše videnje na vse skupaj, da enostavno je meni to tisto, kar mi je najpomembnejše. Evo. To je to. Nič druga mi v življenju ne pomeni. Mislim, nič druga, zdravje, ljubezen. Ja, ampak je povezano s tem. To je tisto, kar mene polni. No. Kaj je tvoja srčika? In se mi zdi, da tudi otrokom daje eno širino, spoznavajo, ne vem, od najbolj banalnih stvari, od nove hrane, ki jo v osnovi otroci niti probati nočejo, pa jo pač morajo, ali jo pa lačen, z druge možnosti, pač nekje v nekem drugem svetu ni. Ne? Ali pa do tega, da ni vse samoumevno, da so stvari, da so ljudje, ki živijo res težko in kruto življenje in da si res lahko hvaležen, da imaš to, da si tukaj in zdaj in da si bil rojen v tem času, v tej državi, pri takih starših. Ne? Tako da to se mi zdi, kar pomembno. Se mi je porodilo vmes vprašanje, ne, kako manevrirati to, ker zdaj vi potujete. Ne? Na drugi strani v šoli ima tvoja hčerka, oziroma obe sošolce in sošolke, ki pa ne. Njena mami je znana, njihova ni.
So kar izzivi. Kako To so izzivi, s katerimi se trenutno soočamo. In kako to manevrirate kot starša? Težko. V bistvu težko manevrirava to kot starša. Predvsem zaradi tega, ker ti ne moreš iti v vsakodnevno sobo in razložiti, da nimajo prav. A veš? Ne, da nimajo prav, da... Mislim, izzivi so kje? Pri drugih ljudeh? Ne, pri drugih, Največ kako hčerke to doživljajo? Mislim, doživljata tako, da mi to handlamo na takšen način, da se pogovarjamo, skozi se sam pogovarjamo. Jaz se non-stop s temi mojimi otroki, non-stop sam pogovarjam. Sam razlagam, na primerih kažem in tako naprej. In jaz mislim, da jim tudi vsa ta potovanja in to, ko so doživeli vse te druge svetove, dajo to širino, da vejo, da je pač vsak svoj individuum in da ne moreš ti od tega pričakovati isto kot od tega in od tretjega in od četrtega. In v bistvu na takšen način probamo to handlati, da na nekih primerih kažemo, da v Afriki, recimo primer, ne more razumeti, zakaj ima ona poleg Nike'ic še Japanke, pa poleg Japank še ene čevlje, pa poleg teh čevlje še on tega ne more razumeti. Tako kot ti ne moreš razumeti, zakaj ti cel cajt bos hodiš in nisi vsaj enih čevljev naredil, da te ne upikali v noge. Razumeš? In enostavno pol na osnovi tega dajemo primere iz vsakdanjega življenja. Kako ta ne more mene razumeti, jaz ne morem njo razumeti. Ampak največja situacija, največja težava, s katerimi se pa že jaz celo svoje življenje soočam, so pa govorice. To je pa tisto, kar pa v bistvu mene najbolj prizadene in ko sem jaz prizadeta, so seveda posledično prizadeti tudi naši otroci. In to je tisto, kar... In mene govorice ne prizadenejo, če so to ljudje, ki jih ne poznam, me pa prizadenejo govorice ljudi, ki jih poznam. Ker vsi vse vejo, klinac ti kaj veš, ti nič ne veš. Ti nimaš pojma, zakaj je ta zatečen, mogoče se je celo noč jokal, ti si pa sam ocenil, da si je najverjetneje dal botoks. Nimaš pojma, zato nehaj soditi. In to je tisto, kar mene najbolj, oprosti izrazu, razpizdi. Vse te govorice, da ti pa že veš, kako on živi. Da ti pa že veš, da najverjetneje, ker dopoldne doma se tak ali tak nič ne dela. Ti pa že veš. Njeni mami pa že lahka, zato ker kaj pa, se ne hod na šiht. Kaj pa delam, od česa pa živim? A veš, te neke situacije. Od bombončka. Nimaš pojma, da sem prišla ob 3 zjutraj domov, nimaš pojma, da sem se ob 6 zjutraj zbudila, nimaš pojma, da sem v enem tednu bila v 5 dneh 52 ur samo v avtu. Nimaš pojma, kje so Prevalje, ko greš iz Brežic v Prevalje, pa v Zgornjo Kungoto, pa iz Brežic v Kočevje, pa iz Kočevja v ne vem kam. Razumeš? Nimaš pojma, kaj to pomeni. Zaradi tega, ker je res, si šla zjutraj v službo in si prišla ob 3 popoldne domov. Nimaš pojma, kaj pomeni dan na dan se soočati z stresom, da si tlele gor cel rdeč zaradi tega, ker veš, da 500 ljudi čaka, kaj boš povedal. Pa ne veš, a soš zmoto, a boš smešen ali ne boš smešen. Jaz sem sama zbrala ta poklic, dejstvo je. In jaz se ne pritožujem, jaz sem vesela in srečna, da ta poklic opravljam. Sam ti pa nimaš pojma, kaj pomeni moj poklic, tako kot jaz nimam pojma, kaj pomeni tebi delati cele dneve v pisarni. Ampak jaz res ne vem, kaj pomeni, ko si cele dneve v pisarni. Ampak zato jaz ne govorim o tem. Jaz ne govorim o tebi. Ti pa govoriš o meni. In to je razlika med nama. Ti se čutiš dolžno, da boš govorila o meni, medtem ko jaz pa ne govorim o tebi. In to je med nama velika razlika. Ja, ker ti si vzvišena, ti misliš, da si nekaj več, zaradi tega ne govoriš o njej. A ja, no, eto vidiš, verjetno tudi to. Ona pa o tebi govori... Veš, in to so stvari, ne. Ja. Ful je dobra knjiga, Špela Grošelj jo je prebrala in sem rekla, da moram jo nujno iskati. Sem pa prebrala reviewje o tej knjigi. Imenuje se Profesorjeva hči. Govori o profesorju, ki je nedolgo nazaj naredil samomor, ki se je zapletel za neko učenko tam in tako. Ampak njega so govorice in javnost ga je pokopala. Ne? In to knjigo piše njegova hči. Zdaj imam kurjo kožo, pa ne vem samo vsebino, ker sem jo pač reviewje prebrala in to knjigo moram prebrati.
Ne zavedamo se. Ker živiš to življenje. Ljudje se ne zavedajo, kaj pomenijo govorice. Ljudje se tega ne zavedajo, kakšne posledice imajo govorice. Ker če bi se ljudje zavedali svojih govoric, jaz sem 100%, da ljudje so znotraj sebe dobri. In jaz sem 100%, da se mnogi od njih ne bi odločili za to. Če bi doživeli eno govorico, če bi sam na en tako dan negativen doživel način, takšno situacijo, sem prepričana. Ja, sej tako je, ko nimaš izkušenj, je lahko Govorice soditi. ljudi pahnejo v samomore, v mnoge tragične stvari. In na koncu dneva, ko se zgodi ena ekstremna situacija, imamo vsi mi, ki smo govorili o tem, kri na rokah. Pa se tega ne zavedamo. Zato jaz sam pravim, ne sodi življenja, če nisi obul njegovih čevljev in vsaj 5 korakov naredil. Ne sodi, ker nimaš pojma. Res. Ker nekaj lahko navzven zgleda. Lej, enkrat sem se soočala z eno govorico, ko mi je ena razlagala, kako je zadet. Kako je bil zadet, da ga je ona videla, kak je bil zadet. In da se je že v srednji šoli drogiral in je zadet. Na koncu, prisežem, da je to živa resnica, smo pa prišli do spoznanja, da je imel fant toliko epileptičnih napadov, da pač seveda zgleda zadet. Zaradi epilepsije. A veš, kakšna je to krivica? Pa kdo ti daje pravico, da rečeš, da je človek zadet? Pa kdo ti je dal to pravico? Od kje si vzel to pravico, da to rečeš? Ja, smo vzgajani v svet mnenj in ko so nam prodali, da naše mnenje nekaj pomeni, to je ena stvari, ki jih jaz vedno izpostavim. Tvoje mnenje nič ne pomeni, je redko kdo živi od mnenja. A je res? In tvoje mnenje je vredno nič. Noben ga ne briga. Kdo je boljši Messi, Ronaldo? Te kdo plača? Ne. Od njih dveh? Ne. Misliš, da on dva igrata fuzbal zaradi tebe? Da Messi trenira čez teden, reče, fantje, moramo zdaj dober trening narediti čez vikend, moramo zmagati, če ne bo Jože v Sloveniji prebutal ženo, ne moramo si tega dovoliti. Ne. Pač. On dela, kar on dela in vsak od nas dela, kar dela. In ta mnenja, govorice, največja rak hrana. Tu, da so nam prodali, moraš imeti svoje mnenje o vsem. Ne rabiš imeti mnenje. Moraš imeti svoje mnenje. Ja, ne, se strinjam. Moraš imeti svoje mnenje. Sam svoje mnenje je z razlogom svoje mnenje. Ne rabiš pa tega mnenja deliti z ostalimi. Ja. Ti imej svoje mnenje. Jaz imam tudi o vsaki stvari svoje mnenje. Ampak je moje. Zato je moje. In moje mnenje ne rabi biti tvoje. Ne? V tem je razlika. Super si to povedal. Nisem še pomislil na ta način. Ej, vprosti, koliko je ura? Saj smo prišla počas do tega dela in sicer tle je škatla. Noter so vprašanja iz delavnic. Boš dobila občutek, kako je biti pred otroki. Oni napišejo vprašanja, vržejo noter in potem jaz naključno vzamem listek ven, preberem vprašanje in ne vem, komu odgovarjam. Okay, super. In odgovarjam iz svojih izkušenj. Tako da izvoli, premešaj enega vzami. Ja. Sam dvigneš pokrov gor. Pa pol sam za mikrofonom preberi. Čak, sem zdaj pa srabim že skoraj očala, veš? Že stara baba. Aha, moram da gledati. Ja. Kako do uspešne trajne veze s fantom, da traja čim dlje in kako postati dober partner. Evo, vrhunsko. Saj smo že veliko povedala, ampak zdaj lahko to zapakiraš. Jaz bi rekla, da predvsem partnerstvo je partnerstvo z razlogom. Midva sva partnerja. To nekaj pomeni. Ta beseda partner nekaj pomeni. Midva skupaj odločava, midva skupaj ustvarjava, midva skupaj delava, midva sva partnerja. Ker v poslovnem svetu, če si ti 50-50 partner, pomeni, da si delo in dobiček deliš, dobiček si ziher, deliš 50-50, delo, kakor se zmeniš, ampak načeloma si deliš 50-50. In tako je isto v partnerstvu. Pomembno je, da si znaš porazdeliti neko določeno delo, neke določene obveznosti. Pomembno je, po mojem mnenju, da takoj razpucaš stvari. Pomembno je, da se pogovarjaš, da ni tisto, kaj je ta mislil, jaz sem pa mislil, ti si mislil, ker ti ne veš, kaj je on mislil. Ti sam lahko misliš, da misliš. Drugač v resnici pa nimaš pojma, kaj je on mislil, dokler ti on ne pove, kaj je on mislil.
In zato je pomembno, da vedno pri vsakem problemu, ki si, da znaš pogledati znotraj sebe in reči, ok, a zdaj imam jaz to eno osebno zamero, ker zdaj jaz nekaj mislim, ali je zdaj temu res tako. In zelo na hitro si daš odgovor, temu ni res tako, da je boljš, da preveriš. Zato jaz mislim, da je pomembno, da se med sabo partnerji pogovarjajo iskreno, vedno in povsod, razpucati stvari takoj. Potem ljubosumje je totalno za lase privlečeno čustvo, ki nima nobene veze z realnim življenjem in realnim svetom, ker ljubosumje je prazna vreča, nič ne pomeni. Samo najeda partnerski odnos. Če tebe nekdo hoče varati, te bo varal tako ali drugače, najde bo način. In s takim človekom nimaš kaj za iskati. Se pravi, enostavno moraš sam sebe prepričati v to, da boš zaupal. Ker če ne boš zaupal, enkrat je dobra ena psihologinja rekla. Je rekla, najhujš mi je, ko vidim, da ženske vzamejo možev telefon in gledajo in mu čekirajo telefon. Je rekla, in potem Hrvatica je bila, in rekla, jaz potem vedno vprašam to žensko, ampak šta vi tražite, gospođo? Vi tražite razvod. Se pravi, kaj v bistvu, kaj ti iščeš v tem telefonu? Iščeš ločitev? Ker če ti iščeš ločitev, potem išči dalje. Ampak če že ti zdaj v osnovi iščeš ločitev, pol stara moja, najboljš, da se kar ločiš. Brez da jo najdeš, se kar loči. Ja, ker itak nisi kaj not. iščeš? Ne? Pomembno je, da iščeš, daj išči zaupanje, išči sam sebi, išči neko zaupanje, išči srečo, išči ljubezen, išči pozitivna čustva, ne iskati negativnih čustev. Ker negativna čustva, verjamete, ne bojo prišla sama od sebe, slej ko prej. Vsakemu izmed nas pridejo vsaj v neki situaciji negativna čustva. Samo od sebe, brez da jih iščemo, zelo hitro pridejo. Zato je treba iskati pozitiva. Ljubosumje je negativno čustvo. Nimaš kaj z njim početi. Tako da. To je to. To je bil tvoj odgovor. Dobre. In res je, ja. Mislim, rečem samo to, da nasprotje ljubosumja je zaupanje. Če ti zaupaš, nisi ljubosumen, če ne zaupaš, pa si, in tako, ki si super izpostavlja, se začne pri sebi. Zadnje vprašanje. Imaš ti kakšno vprašanje zame? Karkoli, kar bi najin odnos, kakršenkoli že je in kakorkoli se poznava, da bi rekla, da je zaradi mojega odgovora pa vam malo boljši odnos imela. Aha, ne. V bistvu imam predvsem vprašanje zate. Kaj boš naredil, da boš probal life pripeljati v osnovne šole? V vse osnovne šole v Sloveniji. Oziroma, ali lahko jaz kaj naredim, da pripelješ svoj program v... Ker jaz mislim, da bi bilo... Jaz predvsem mislim eno stvar, da je zelo, zelo pomembno, da imajo otroci nek cilj. In če imajo cilj, potem imajo nek vzvod, ki jih žene naprej. Brez cilja vsi vemo, da nikamor ne pridemo. Ni točke B. Če A štartamo, se vozimo v neznano, če nimamo B-ja. In zato se mi zdi ta tvoj program zelo pomemben, da bi otroci ga reševali in tako predvsem zaradi tega, da imajo nek cilj v življenju. No? Ja, trenutno kar delamo je, da jaz imam sodelavca Dejana, ki 3 do 4 na teden je v ofisu in kliče in se povezuje s šolami. Tudi zato smo že do zdaj bili na več kot 120-125 šolah. In glih v ponedeljek smo prebili 20,000 najstnikov na naših delavnicah. Kaj pa je neka stvar, kako bi več, ena stvar je, ki sem jo že, tudi ena druga gostja me je podobno vprašala. Se pravi, če poslovneži ne bojo vlagali v mlade, bojo zaposlovali bedak. Se pravi, ni to zdaj žalitev za kogarkoli.
Se pravi, jaz sem pa preračunal, če bi mi dobili 2 milijona na leto, bi vsaj enkrat na leto v vsakmu razredu od 7. naprej naredili to delavnico. Tako da, možnosti je ful, ne. Mislim pa, da če bomo čakali na javno upravo, se pravi na ministrstva in zavode za šolstvo, ne bomo dočakali nekih stvari, vsaj ne v doglednem času. In bo treba tisti, ki lahko, ki imamo znanje, denar, resurse, se pravi združiti moči in vzeti stvari v svoje roke. In šole so odprte do tega, ker so tudi avtonomne. Je pa dosti šol, ki nam pove, da nas bi z veseljem vzeli. Ampak nimajo sredstev. Tako da, dragi podjetniki, podprite za life. Tako. Ja, hvala lepa. Hvala tebi za tvoj čas. Grem domov kuhat. Hitro je minilo. In super. Bodi lepo, hvala lepa. Hvala, ker delaš to dobro delo za otroke. In pa, evo, vesela sem, da sem lahko bila spet pametna. In da bojo spet mnoge lahko rekle, glej, kako pametuje. Ja, sam mislim, da si bila danes na malo drugačen način. Ampak naj samo povem, da ne šteje mnenje. Ja. Zadrži ga zase, sem rekla, ne? Ja, svoje mnenje imej zase. Ja, čeprav, ajde, midva zdaj najina mnenja nisva zadržala zase, so jih kar delila za širšo javnostjo. Ja, se strinjam, ampak sva govorila o stvareh, iz katerih imava izkušenj. In super si se vmes sebe ustavljala, ko si rekla, nimam izkušnje, ne moram govoriti, ne bom govorila. In tu se mi zdi, je to pomembno. Mava mnenje, ampak sva ga podala o stvareh, v katerih sva jih že dala čez ali pa sva močno upeta v njih. Ja, in se mi zdi, da je to najbolj pomembno sporočilo. Tako da, Rebeka, še enkrat hvala, da si delila svoje izkušnje na drugačen način, kot mama in žena. Z veseljem, hvala. Bodite fajn. Čau. Čau.